Ampak mi to kar verjamemo, meni se zdi to najbolj zanimivo. Zakaj verjamemo temu? Zakaj verjamemo, če te nekdo začne obtoževati in okrivljati, zakaj temu verjamemo? To se mi tudi ful zanimivo, to sem se pogovarjal z enim neuroznanstvenikom, recimo, se mi zdi zelo zanimiv aspekt. Če opazim res skozi neko daljše druženje z neko osebo, da imajo te tendence narcisistične, sociopatske, ne? Takih odnosov se po mojem treba odmakniti. Jaz mislim, da zelo težko boš znotraj takega odnosa ti začel nek svoje zdravljenje, ker enostavno tem narcisističnim osebam ni v interesu, ker oni uspešno zadovoljujo neke svoje potrebe s tem, da ohranjajo ta kaos, to zmedo znotraj odnosa, ne. Ja, zdaj imam ta tritedenski izziv 6. oktobra se začenja. Meni je tle ful zanimiva pri nenasilni komunikaciji uporabljamo to razlikovanje med observacijo in interpretacijo, ne. V bistvu observacija pomeni sidranje v nek zdajšnji trenutek, v neko objektivno realnost. In se mi zdi, nam lahko to pomaga, če si upamo to pogled, da bi se lahko vidimo, v kakšnih odnosih smo, kako dejansko komuniciramo. Zakaj pa vedno iščemo krivce v drugih, ne pri sebi? Najenostavnejša razlaga je v bistvu, da na ta način nekako da v bistvu na ta način je spet jaz vidim to kot nek coping mehanizem, ne? Na ta način lahko v bistvu prenesem odgovornost za lastno čustveno doživljanje, lastno notranje doživljanje na drugo osebo, ne? In v bistvu kot neka projekcija, se pravi, v meni se nekaj dogaja, neka bolečina, nek trigger, neki občutki se v mojem telesu pač sproščajo, najverjetneje, ker neke moje potrebe niso zadovoljene in teh občutkov ne znam jih predelati, jih ne znam predihati, ne znam prevzeti odgovornosti za to intenziteto doživljanja v telesu, ne, in potem se premaknem v glavo, se pravi, se odrežem od telesa, od tega življenjskega čustvenega naboja in v glavi imamo pa ta program jezika, ne, tle pri nenasilni komunikaciji govorimo o tem šakaljem jeziku in ta program so te specifični elementi jezika, forma jezika, ki uporabljamo, okrivljanje, obtoževanje, diagnoze, grožnje, zahteve, evalvacije, ne. To je nek osnovni nabor, kako ga jaz vidim, ki ga imamo večinoma ljudje, ki smo se ga priučili in potem v bistvu kombiniramo te elemente na način, da potem prelagamo odgovornost za lastno doživljanje na druge osebe, ne. Medtem ko je vsakič, ko nekoga obtožujemo, vsakič, ko nekoga okrivljamo, je to naš poskus, s katerim skušamo zadovoljiti eno izmed naših potreb. In to je nekako osnovno povabilo tega pristopa po Rosenbergu, ne, kako lahko tudi potem po drugi strani tudi kot poslušalci, kako lahko to vidimo, slišimo te tragične načine komunikacije pri drugih ljudeh, ne, da ne verjamemo besedam, ampak da se naučimo, to gre za specifično veščino poslušanja, da se naučimo v pogleda, v ozadje, ne, se pravi, kaj mi ta oseba zdaj skuša dejansko povedati s tem, ko me recimo obtožuje, ne, se pravi, ne govori o meni, ne, govori, kaj se dogaja v njihovem telesu, oni s tem, ko v bistvu mene obtožujejo, recimo, če me nekdo obtožuje, ne, govori o neki lastni stiski, o lastni pomanjkanju neke kapacitete za soočenja s tem svojim čustvenim nabojem, pomanjkanju kapacitete za prepoznavanje svojih potreb in pomanjkanju kapacitete za prevzemanje odgovornosti za to, kar se v njih dogaja, ne. In enako velja pri nas, ne, pa jaz nekoga obtožujem, ne, bodi si besedno, bodi si miselno, bodi si, ne vem, prej sva govorila o teh komentarjih na socialnih omrežjih, ne, je to spet nek poskus, ko skušamo zadovoljiti neke potrebe, ne, ampak to počnemo s pomočjo tega jezika, ker ga večinoma ljudje, pač tisti, ki ne poznajo tega pristopa, recimo, ne, se ne zavedajo, kako je sestavljen ta program, kako je naš jezik sestavljen, ne. Kaj so te neki specifični elementi jezika, ki smo jih v bistvu vzeli za svoje in sploh jih ne preoprašujemo, ne. V smislu, ne preoprašujemo, je zdaj ta forma jezika, ki jo uporabljam, a dejansko koristi sporočilo, ki ga želim posredovati. Ne. Ampak jaz si to tako predstavljam, da tudi recimo, če sem jaz, recimo, da zdaj mene vzamem napadnjena strani ene osebe, da me za nekaj obtoži, me bo prej prizadelo to, ker še vse nimam ozaveščeno, oziroma ker imam še nekaj postoriti na tem področju, ker pa stvari, v katerih sem trdna. Se pravi, je to tudi odvisno od nas, koliko smo
osebno pač razviti oziroma čustveno razviti na tem področju. Ja, in koliko znamo postavljati tudi meje, koliko znamo v bistvu razmejiti, ravno to, ko sem zdaj razlagal, ne, da ko te nekdo obtoži, te v bistvu ne obtožuje. Ja, se pravi, to je njegovo, ne, ti pa moraš samo zavesti tisto, kar pride, kar ti lahko iz tega. Ko te on obtožuje, je to njegov tragičen poskus, katerim skuša on zadelovati svoje potrebe, ne. Kar se pa v tebi znotraj tega dialoga sproži v tvojem telesu, to bo pač tvoje, ne, tvoja reakcija, tvoja... Ampak ponavadi damo takoj nazaj, ne, zdaj si pa pritisnil na to tipko, zakaj si to naredil, ne. Ja, in gremo mi z obtoževanjem njih, ne, zato se potem, to je v bistvu narava, ping-pong, narava tega konflikta, ne, bolečina v eni osebi, ne, bolečina v drugi osebi, ne, in ta bolečina v tej osebi je preoblečena v izraz, komunikacijski odziv, ti si kriva, ne. Ta bolečina tle pa ti si kriv, ne, spravi, noben ne prevzema odgovornosti za lastno dogajanje znotraj telesa. Ampak okej, to doživljamo vsak dan, zdaj pa kako ustavite ta konflikt, se pravi, kako ga zadušiti na nek način. Mislim, zadušiti, Pomiriti. Ja. Mislim, ena stvar, recimo, ki meni zelo pomaga in spet ne pravim, da je to enostavno, ampak neko osnovno razlikovanje, tle s pomočjo teh veščin nenasilne komunikacije poznamo več nekih osnovnih razlikovanj, s katerimi si lahko pomagamo, ne. Eno tako osnovno razlikovanje je ravno to med sprožilcem in vzrokom, ne. Začnemo to razpoznavati, kaj je zdaj sprožilec. Aha, on je rekel neko besedo, ne. In ko sem jaz slišal to besedo, se je v meni sprožil nek čustven naboj. Ampak ni zaradi tega, ker je on rekel, ampak ob tej besedi, ne. Kaj je v meni? V meni se je nekaj sprožilo in na tem imam lahko jaz nadzor, ker se to dogaja v meni, to lahko jaz se naučim. Kaj je najboljše v tem primeru, da se umakneš, predihaš oziroma ali pa poveš, to me je zdaj prizadelo, tukaj, a veš, imam šibko točko, pa se začneš še v tem meniti, kaj je zdaj. Mislim, da je čisto odvisno. Meni se zdi prva stopnja sploh to začeti razpoznavati, to se mi zdi ogromno, ne, ker to poteka spet po stopnjah, recimo, ne, mogoče bo, ne vem, nekdo bo zdaj recimo to slišal in bo rekel, ne, ni res, ne, oni so krivi, recimo bo mogoče ohranjal to zanikanje, ne. Saj to, samo da te prekinem tukaj, koliko ljudi se sploh zaveda, ne. Ja. In to je spet en mehanizem psihe, s katerim v bistvu zavarujemo ta nek bolečinski del, recimo, ne. Zanikamo nekaj, pa še zanikamo, da zanikamo, recimo, ne. V nekem globokem zanikanju, recimo, tudi, ne vem, če je govorila potem o teh, v mojem pogledu, no, na te narcisistične odnose, ampak gre za nek obrambni mehanizem, s katerim se v bistvu mi zavarujemo to bolečinsko jedro in te obrambni mehanizmi postajajo čedalje bolj inteligentni s časom, ne, te ščiti, ne, ki nas zavarujejo, ne. Okay. Samo tako, ne, večina ljudi se izogiba komunikaciji, iz teh razlogov, ne, ali se jim ne da, ali nočejo biti obtoženi, ali, ne vem, imaš pa tudi primere, ki ne smejo izražati svojega mnenja, ne. Koliko je pač ta komunikacija v odnosih pomembna, ne, to je izražanje, pa pravilno komuniciranje, ne. Se že pri otrocih, ki so mlajši, ki starši učijo, kje delamo največ napak pri otrocih, kaj bi ti rekel? Mislim, da jaz te tematike nerad komentiram, ker nisem starš, ne, pač imam sicer izkušnje s temi nečaki mojimi, ne, tako da si tle res ne želim nekaj dati nekih nasvetov in komentirati preveč v zvezi s tem. Če gledamo čisto iz vidika te nenasilne komunikacije, kar se mi zdi lahko podporno, je fokus na observacijo, se pravi, da ne gremo v obtoževanje, ne. Observacijo, kaj bi posnela kamera, se to velja tudi za ostale. Kaj vidim zdaj, ne, kaj bi zdaj kamera posnela, ne, vidiš, da, ne vem, kaj se razbija z omaro, vrati od omare, ne. In zdaj, lahko to vidim, lahko rečem, ko to vidim, ne, pač mi je pomembno spoštovanje, ne, pač miru in pač pohištva tega predmeta, ne. Lahko to naredim tudi s povzdignjenim glasom, ne, ampak se mi zdi bistveno drugače, če jaz imenujem konkretno stvar, povem, kako se jaz počutim ob temu, oziroma izrazim neko potrebo, ne, in izrazim neko konkretno prošnjo, kot pa da ga gremo obtoževati, ne. Zdaj, to je spet odvisno, koliko so stari ti otroci,
je to lahko nek velik izziv, ki treba doskrat velikrat ponavljati, treba imeti neko potrpežljivost. Ja, pa tudi neko sočutje, ne? Ker otroci se učijo v bistvu od nas tudi. Mogoče tudi, da se ne počutijo toliko napadnjene, ne? Pač, če lahko tukaj pripomnim tako, kaj jaz vidim, bi bila ena tehnika, da se damo na njihovo višino. Se pravi, koliko so oni veliki, da počepnemo pred njih, pa rečemo, ne? To pa se mi ne zdi v redu, ne? Da ne gremo že za ti sporočine, ne? Ker meni se zdi, da v teh otroški dobi veliko poberemo tega ti si kriv, ti si to naredil. To je recimo, to je direktno ta, ne? Ti si kriv, ne? Ja. To je direktno obtoževanje in direktna projekcija, ne? In to recimo pri otrocih pa v drugih odnosih veliko tega opazujem in kar verjamemo, da so oni krivi, to je okrivljanje, ne? Se pravi, če bi šel ta oseba, ko uspemo, to so v bistvu, to so dokaj kompleksne stvari, jaz ne pravim, da zdaj si slab, če tega ne moš narediti, ne, ampak kolikor lahko, ne, to so neka povabila. Koliko jaz lahko, preden se grem izraziti, pogledam, kaj zdaj je observacija, ko se jaz počutam, nek trigger je, okej, rabim mir, ne, in mogoče naredim neko krajšo pauzo, preden grem v ta dialog. Se mi zdi, že tako se lahko ustvari neka sprememba in tle se mi zdi še to zanimivo, če uspemo sebe regulirati kot starši, kot odrasli v bistvu, ne, bolj ko sebe lahko reguliramo, pač jaz le predlagam te dihalne vaje, lažje bomo v bistvu spostavili nek bolj povezovalen stik pač z otroki, ne, ampak to so neki taki, lahko živčni sistem je ful občutljiv, zelo hitro se odzove. Ne vem, zdaj sem imel, recimo zdaj sem bil s malimi, neka malenkostna zadeva, sem jih spravil tam spat in je en vzel neko to nočno lučko in je potem ni hotel spustiti, ne, je tam začel nekaj, ne. In jaz sem bil zmatran, včasih pač v zgodbico nekaj časa prebiral, včasih bil, da gremo spat, ne, in pač neka iritacija se je pojavila in sem mu že hotel skoraj spult, ne. In ta nek moment, sam zavedam, da sem jaz iziritiran in sem uspel iti noter vase v tistem, to so pač lahko par sekund, ne, noter in sam se sprostiti, se umiriti in pogledati, kaj je to observacija in ne iti z neko obtožbo, z nekim napadom, ampak sem rekel, res mi je bilo dragoceno, če to pač spustiš in če greste spat, ne, smo se zmenili, da gremo spati. Veš, in iz te notranje sproščenosti se to pol Se večinoma eskaliramo, tako je. In večinoma pa eskaliramo, ne? Reagiramo na njegov, ali pa njen način delovanja in potem se... Vse se lahko tukaj odpreva to temo, recimo, ko smo že tukaj, da se o tem menjava, da recimo, če otroku ponudimo, ko je žalosten ali pa jezen, da takoj izraziš čustva, ampak ga na nek način... Se pravi, če je bil poreden, da ga ne kaznujemo za to njegovo jezo ali pa besom, kaj je za tem, ker ne vemo, ne, ker otrok še tega ni izrazil, z neko tišino ali pa z kaznijo, ne, pejte tja umiriti v sobo, ampak ga povabimo, ne, da povej mi, kaj je narobe. A je pol tudi v odrasli dobi pol lažje v takih primerih, ko imamo konflikt, iti v sebe in se ozreti pa zadihati? Ker si bolj tako predstavljam, ker če v otroštvu tega nismo mogli izraziti, pol v odrasli dobi se počutimo, ne vem, zoperstavljena ali pa, a veš, zdaj pa jaz sploh nekaj povem. Pač. Zdaj, mislim, malo mi pomaga, če smatram, če gremo za odnos z otrokom, če jaz smatram, da je otrok priden ali pa poreden, sem jaz spet recimo, ne, v nekem diagnosticiranju, ne. Ampak lih tukaj, ne, ko te ustavim, lih tukaj je zanka, ko mi mislimo, da je otrok žalosten ali pa agresiven, lahko je pa nekaj drugega, se pravi, že tukaj je, ne, kaj mi mislimo, ne, tudi v komunikaciji, ne, recimo, ko se z nekom sporekamo, ne, je v bistvu čist drugače, ne, ker dejansko oseba nekaj hoče nam povedati, kar njo moti, mi pa nje ne slišimo, ker
smo toliko v svojih čustvih, pa v tistih triggerjih, ki jih pač tista tipka, ki pritisnejo na nas, da smo toliko vseh noter, recimo, ne, da je na to točko lih pritisnil, da začnemo svoje čustva izražati. Ne, in sploh te osebe ne slišimo. In potem tako izgleda, da je res nas napadla, ampak ta oseba je nekaj želela povedati. Ne. Se izraziti, ne. Skušaš zadovoljiti neko potrebo. To se mi zdi fascinantno, spet te stvari lahko razčlenjujemo ali pa si lahko pomagamo s tem, kaj bi posnela kamera zdaj, oziroma kaj bi posnel nek zvočni zapis. Ne. A znamo sploh to razpoznavati? Recimo, to je neka čisto taka osnovna vaja, ki po mojem lahko doprinese ogromno spremembo komunikaciji, ni pa enostavna. Da mi nekako se stopimo z teh interpretacij, ne, otrok mi teži, ta me obtožuje, ne, ni res, ne, nekaj govori, neke besede govori, ne. Nekaj, kaj bi posnela kamera? To dela, ne. Jaz to opažam, ne, in v meni se sproščajo neki občutki, ne. Nekaj, pač trigira me nekaj, ne. Ampak zato sem jaz odgovoren. In kaj se potem dogaja, če gremo v živčni sistem, kaj se dogaja, ne, se pomikamo v to preživetveno modaliteto, ne. Zdaj, če bi šli prav fiziologijo gledati, verjetno se srčni trip se poveča, verjetno adrenalin se začne sproščati, stresni hormoni, kortizol, kapaciteta za poslušanje, čisto slušni mehanizem se zakrči, pogled se zoža samo in doživljamo situacijo kot ogrožujočo, kot grožnjo. To je v bistvu narava živčnega sistema, to je narava preživetvenih mehanizmov, ki nam pomagajo, da se v nekih dejansko ogrožujočih situacijah, da se obranimo, ne. In potem iz tega živčni sistem začne kopičiti energijo, ker zaznava grožnjo, in potem se ta energija navadno sproži v boj ali pa v beg, če govorimo čisto o sistemu, ne. In to se na manjši subtilen način se zgodi tudi v dialogih, ne. S tem, da je tle problem, ki ga jaz vidim, oziroma kar lahko raziskujemo, je, da tle življenje naše ni ogrožujoče ogromnokrat, ne. Če si ti v dialogu s partnerjem, partnerko, staršem, otrokom, si nekje v neki bajti, v nekem varnem okolju, ne, tvoje življenje dejansko ni ogroženo, mi pa doživimo, kot da je. Ne, in to se mi zdi zelo pomembno razpoznavati, zato se mi zdi ta moč te observacije, kje sem zdaj, in recimo z nekim vdihom, izdihom in sproščanjem v ta trenutek, ne, čutenje te gravitacije, stik s telesom, se mi zdi, da lahko to zelo podpira. A je res taka panika? A je res konc sveta? A je res, dostikrat ni, ne. Tako to se mi zdi zelo lahko uporabno, ne. Kaj bi posnela kamera, kaj bi posnel zvočni zapis, kaj je trigger, kaj je vzrok, ne, kje lahko jaz prevzamem odgovornost zase. A je to tudi vaja, da se lahko preverjamo med sabo, kako vrsto komunikacije imamo, če se ne moremo slišati, da posnamemo dinamiko pogovora? Mislim, lahko tudi, no, jaz bolj spodbujam, da se pač zato imamo pač te tečaje in delavnice, da se pač ljudje poučijo, kaj je v tem pristopu, ne, in... Ti imaš tudi, ne? Zdaj v kratkem? Ja, zdaj imam ta tritedenski izziv 6. oktobra se začenja, in je povabilo, da najprej, da spoznamo te modalitete, se pravi, ključne komunikacijske veščine so pač izražanje, ne, da se znam izraziti, da sploh znam razlikovati med mojimi interpretacijami in observacijami, da znam razlikovati, kaj so moji občutki, da znam razlikovati, kaj je razlika med občutki in mislimi, da znam vzpostavljati stik s svojimi potrebami, kaj bi zares rad sploh, ne, preden se izrazim, ko dostikrat niti ne vemo, ne, ko smo v tem survival modu, nekaj govorimo, nekaj delamo in sploh ne vem, kaj bi zares rad, ne. In kaj so moje konkretne prošnje. Kaj je moja prošnja drugi osebi ali pa sebi, imam neko prošnjo za akcijo, si želim biti slišan, ne, in to je ena izmed osnovnih veščin. Druga veščina je poslušanje. A sem sposoben prisluhniti drugi osebi? A sem sposoben pogledati recimo nekega otroka ali pa odraslega in se spomniti, da karkoli ta oseba počne, tudi skuša zadovoljevati neke potrebe. To je v smislu te empatije, krepitev te veščine empatije, uživljanje, kako se mogoče zdaj on počuti. Ali pa ona, ko se na tak način izraža, ne. Kaj so mogoče njene potrebe. In pa ta sama empatija
raziskovanje te čustvene inteligence in prevzemanje odgovornosti za stik s sabo. Kaj se v meni dogaja? Nekaj se dogaja v mojem telesu, neko trigiranje se dogaja. Kje sem jaz, če govorimo o regulaciji živčnega sistema? Sem zdaj hočem nekoga napasti in mu dokazati, da imam jaz prav in da je on narobe, hočem prevladati, ali se podrejam, ali se umikam, ali zamrzujem, ali sem totalno disociran in je moja pozornost v nekih, ne vem, kjerih, bomo rekel, duhovnih razlagah, s katerimi lajšam, skušam pobegati stran od neke notranje bolečine in stiske, recimo. Se mi zdi ful zanimivo. Zdaj pa si bil tako, pa jaz ta delavnice ne rabim, to čist komunikacija mi je super, Samo jaz bi pa zdaj tukaj postavila na mesto to vprašanje, ki se mi je zdaj pojavilo, pa je tako zanimivo, ker vsi hočemo biti avtentični, vsi hočemo biti tisto, kaj je naše poslanstvo na svetu, Se pravi, da gremo po svojih poteh, ampak zdaj se mi je pojavilo vprašanje, koliko avtentični pa mi smo v komunikaciji. A je to naša komunikacija, ali je to prenesena iz zgodovine sorodnikov nazaj, Sploh ne odkrivamo tega, Ne odkrivamo. No, če hočemo to odkriti, to je ful dobro vprašanje. Sem tudi parkrat govoril o temu. Če se jaz ne zavedam svojega programiranja, se pravi, če jaz ne vem sploh iz česa je sestavljen jezik, če tega ne znam pogledati z nekega metanivoja, recimo, na svoj jezik, na ustroj svojega jezika, končni fazi tudi na ustroj svoje psihe, koliko lahko se pogledam, kako funkcioniram, kot človek, kako se odzivam, v kateri dinamike moči zapadam, elemente jezika, ki jih uporabljam. Če tega ne vem, kako bom pol avtentičen. In potem ljudje govorijo, tle so recimo dve avtentičnosti, recimo, če govorimo pa te nenasilni komunikaciji, imamo potem, se pravi, to je ta šakali jezik, obtoževanje, okrivljanje, diagnoze, zahteve, grožnje, evalvacije. Še enkrat, nič ni narobe s tem. Sam v smislu prikazati ta konstrukt. In žirafi jezik, nas pa vabi v stik s telesom. Svetle vse fokus je na telo. Kaj se v meni dogaja? Raziskovanje občutkov v telesu. Do tega lahko dostopamo vsi. Ne nujno, mogoče ni vsem nam enostavno, ali pa ni v vsaki situaciji enostavno dostopati zaradi intenzitete te življenjske energije. Kaj so moje potrebe? In lahko v bistvu vsak šakali izraz, lahko prevedemo v jezik občutkov in potreb. To je v bistvu poanta te nenasilne komunikacije. Vsak izraz je poskus zadovoljevanja potreb. Vsak nima veze. Tudi če je napadalen na videz, obsojajoč, je tragičen poskus, s katerim skuša nekdo zadovoljiti neke svoje potrebe. In če govorimo potem o tej avtentičnosti, če se nekdo recimo bo rekel, jaz sem zdaj izrazil na svoj avtentičen način in mu povedal stvari tako, kot so. In začne nekoga obtoževati, okrivljati, diagnosticirati, mu groziti in to podpre z tem pač pahnega itak v fight, flight, ker nima tega zavedanja, in pol totalno verjame tej zgodbi in temu programu, in pol se tle še zgodi, tle bi laščaš potem to nevroznanost, ta retikularni aktivacijski sistem, kako potem ljudi kot take videvamo, Medtem, ko bi bila bližje, bi jaz rekel, avtentičnosti, bi bilo, da je verjetno ta človek, ki nekoga globoko obtožuje in obsoja in okrivlja in se dere na njega, bi jaz rekel, da je bliže njegovi avtentičnosti je, da čuti verjetno neko bolečino, jezo, stisko, rabi, moj pomembno, neka slišanost, spoštovanje, podpora, videnost, vključenost, recimo, A je v tem šankalu kaj narcisoidnosti? To je taka kompleksna tematika, ampak če nekomu rečeš, da je narcis, to spada pod šakali jezik, to je diagnosticiranje. Zdaj, v jeziku nenasilne komunikacije se skušamo izogniti diagnozam, ker diagnoze so tragičen poskus, s katerim skušamo zadovoljiti potrebe. No, to, da smo prej govorili, da si ljudje dajo same diagnoze že, oziroma ta mlade. Ja, pa dajemo in drugim, Se diagnoza je lahko tudi, koliko si neumen, koliko si zabit, koliko si len, kakšen narcis si, kjer kreten si, Niso to neke etikete? Ja, diagnosticiranje, etiketiranje, In zato skušamo tle nekako razpoznavati, če nekoga obtožujem oziroma etiketiram, kaj se v bistvu meni dogaja, nekaj se meni dogaja, ko pomislim na tega človeka ali pa ko ga srečam. Jaz nekih potreb ne morem zadovoljevati. To je tudi obrekovanje tukaj. Ja, tudi, ja.
ko nekoga obrekujem. Zakaj obrekujem, ne? Nekoga obtožujem, zato ker vmes se nekaj sproža, neki občutki, neka frustracija in bolečina se v meni sproža v mojem telesu v odnosu do te osebe. Jaz nekaj potreb ne smem zadovoljiti, ne? In potem, ker ne znam tega izraziti, ker ne znam imeti recimo svojo avtentičnost in v dialogu nekaj izraziti in nisem uspešen v tem, ne? Pol grem v obtoževanje, ne? Ampak obtoževanje, obrekovanje, to so elementi tega programa. In negativna plat ali pa zakaj nam to ne koristi, ker na ta način dajemo svojo moč v roke drugim ljudem ali pa besedam celo, ne? In tega se tudi ne zavedamo, ne? Da v bistvu nekdo, ki označi neko besedo kot grdo, kot slabo ali pa nekega človeka ga obtožuje, ne? V bistvu govori, jaz dajem svojo moč tebi v roke, da ti lahko v bistvu nadziraš moje vedenje, ne? To je spet se vrača k temu triggerju, pa vzroku, k temu ključnemu razlikovanju, ne. Če greva nazaj na to narcisoidnost, zakaj sem jaz sem tudi, spravi, pač 7 let sem se izobraževal z tega procesa nenasilne komunikacije, ne, in potem smo v neki fazi, ko sem uspel prijeti iz te svoje dolge disociativne faze v teh duhovnih spektrih, ne, sem uspel potem po teh 15-12 letih tega treninga s tem šamanom priti nazaj toliko v telo, da sem v bistvu si začel dovoljevati sploh bolj čutiti, ne. In takrat sem šele... Ampak kjer je trike tako uporabljajo te narcisoidne osebe skozi komunikacijo? Kjer so tok petirek, rekel, da so očitni? Najbolj očitno je pač ta gaslighting, se to zelo poznano. Se pravi, nekaj naredijo, recimo, ne, tako grem ta sodelavci, recimo nekaj observacija, nekaj ukrade, pač fizično neko opremo zaseže ali pa neke passworde vzel, ne. In potem je izraz njegov, mene skrbi za vas, mene skrbi zate, ne. Skušal bi se obrniti, ne. Meni je res pomembna integriteta. Ali pa, ne vem, če govorimo o tej po očetovi strani, recimo, ta ženska je, ne vem, ima neki izpad, še neki dret, razvijati po mizi, ne, in potem grejo, dostikrat, vsaj tle, po moji izkušnji, grejo neka vojda, se umaknejo in potem, ko se hočeš o teh stvareh pogovarjati, pridem nazaj, kaj je s tabo? Jaz se sam izražam, ne, dej, kaj si ti občutljiv, ne. Kaj si ti občutljiv, ne, kaj se s tabo gre, sam nekaj, dej nehi še enkrat, ne. Tako jaz vidim ta gaslighting, ne, se pravi, skušajo neke objektivno realnost, v bistvu spreobrniti in te nekako obtožiti in okriviti, recimo, ne. In to se upada, zdaj, če pogledamo, ali pa no, o tem, če govorimo o moji bivši partnerki, so pa te 3 faze, ta love bombing, to je tudi dostikrat, ne, ta šarm, ta... Preveč šarmantnost, ogromno nekih daril, poveličevanje, koliko si fajn, ne, ta hitro zbliževanje in potem naenkrat degradiranje, recimo, to tudi opažam, sem opazil pa v tem očetovem odnosu, recimo, pa tudi potem v tem svojem partnerskem odnosu, ne. Neko tako kar konstantno ponavljajoče degradiranje, v smislu, ker te narcisoidne osebe se skušajo postaviti nad druge ljudi, ne, ampak to počnejo lahko na zelo subtilen način, ne. V smislu, ja, take mini obtožbice, no, ki se konstantno dogajajo, ne. Ker kaj oni počnejo, vsi te načini, ki jih počnejo, skušajo oni, tako kot si jaz razlagam, zadovoljiti neko potrebo po pomembnosti, ne, in po videnosti, ne. To so neki močni obrambni mehanizmi, oziroma ki se potem transformirajo v neko osebnostno strukturo osebe, ki je v bistvu zelo sesuta, zelo zatravmirana, ne, in potem na drugi strani imaš pa soodvisno osebo, recimo v tem primeru sem to jaz, ali pa moj foter, ne, ali pa v bistvu cela skupnost, to se mi zdi tudi zanimivo, ne, to sem tudi opazil parkrat, to dinamiko v skupnosti, ne, naši skupnosti in še v kakšnih drugih skupnostih, ne, ko lahko neka narcisistična oseba ali pa oseba s temi tendencami v bistvu izčrpa celotno skupino, ne? Celotno skupino, recimo, ne. Zakaj, ne? Zato, ker ko spet jaz vidim to dinamiko, moje videnje je, da v bistvu travmiranje ali pa stanje živčnega sistema obeh oseb je po moje zelo, to neče se da to zmeriti, no, ampak je po moje zelo podobno. To se ne moremo, mislim, zato rabimo toliko časa, da gremo od te osebe. To
Ja, mogoče što, tako kot jaz, recimo, opažam pri sebi, ne sem narcistična oseba ali pa ta oseba, ki ima bolj te sociopatske tendence, ne, se poslužuje teh vzvodov nadvladovanja, nekih, tudi recimo te izpadi so tudi zanimivi, ne, v bistvu, kaj se dogaja, to sem recimo opazil tudi pri očetu, pri tej njegovi partnerki, ne, ona je imela neki izpad in jaz pa fotor so šla v totalen friz in totalen disociacijo, ne. Fotor pa ugajanje, recimo, ne. Spravi, so standardni mehanizmi živčnega sistema, ne. Ampak to ne pomeni, da so zdaj oni slabi, pa mi dobri, ali pa mi slabi, pa oni dobri, ne, kakorkoli že to obrneš, ne. Kar si želim jaz prikazati, ali kako jaz to vidim, da gre v bistvu za neko dinamiko, ki se vzpostavi, ne. In kar se mi zdi v bistvu škodljivo je, da se daje tej dinamiki in tem ljudem, da gremo dostikrat v obtoževanje, ne. Te soodvisni ljudje, te, ki smo recimo utrpeli ali bili deležni nekega tega, neke te čustvene zlorabe, recimo, če bi temu rekli, ne, jih pol gremo v obtoževanje, ne, in se v to zaklenemo in potem meni se to ne zdi smiselno, ne. Ker tem, ko jaz nekoga obtožujem, jim še naprej dajem svojo moč v njihove roke, ne. Tako da... Lahko je ta metoda tvoja NVC, ki ti proučuješ oziroma poslužuješ, če lahko tako rečem, pomaga pri prepoznavanju narcisoidnega odnosa, pa tudi kako pravilno komunicirati z narcisoidno osebo. Zdaj, kako pravilno komunicirati. S čemer jaz vabim, kaj pri meni funkcionira, recimo, je, in kar tudi spodbujam, da se ljudje poučimo, ne, o teh vzorcih komunikacije, ki jih uporabljajo narcisoidne osebnostne strukture, osebe nagnjene sociopatije, da v bistvu to razpoznamo, ampak to je zelo težko. Še posebej, če smo mi sami v tej soodvisnosti, če smo zelo v temu, naša tendenca je bolj ta friz, podrejanje, živčni sistem je zelo zakrčen, ta survival, ne, bomo to težko začeli opazovati, ne. Prvi korak jaz bi rekel, da se poučimo o tem, da se o tem tudi govori, ne, ker se mi zdi, da je tako malo tabu na nek način, no, pa da ima ta obsojajoč prizvok, tako da jaz tega ne priporočam. In tle si lahko pomagamo z nenasilno komunikacijo na način, da to obsojanje v bistvu uporabimo, da uporabimo tak odnos za v bistvu lastno opolnomočenje, no, kot zrcalo v bistvu, recimo, ne. Ampak kar je meni pomagalo, kar mi pomaga, da se z takih odnosov se po mojem treba odmakniti. Jaz mislim, da zelo težko boš znotraj takih odnosov ti začel nek svoje zdravljenje, ker enostavno tem narcističnim osebam ni v interesu, ker oni uspešno zadovoljujejo neke svoje potrebe s tem, da ohranijo ta kaos, to zmedo znotraj odnosa, ne. Zadovoljujejo po mojem neko potrebo po pomembnosti, recimo, ne. In to se mi zdi, ko sem jaz naredil, da sem se umaknil, in po drugi strani, da nisem šel v obtoževanje, ne. Ampak da sem to začel potem raziskovati svojo soodvisnost, svojo to travmo, svoj živčni sistem, in pri tem lahko zelo pomagajo ta nenasilna komunikacija, ne, pri zavedanju lastnih potreb, pri postavljanju mej, pri mogoče zdaj tisti določene osebe ostajajo, ki so recimo imajo deljeno skrbništvo ali pa so v nekih odnosih, ki ne moreš kar prekiniti, ne. Lahko le nenasilna komunikacija pomaga pri neki bolj recimo jasni, kratki komunikaciji, da se ne zapenjaš v neke, veš. Jasno sporočilo. Jasno sporočilo, kratko sporočilo, kratka prošnja, ne. Ne napeljevanje na naslednji pogovor, da ti nima oseba manever še odgovor. Ja. Potem lahko zelo pomaga pri razpoznavanju dinamik moči, ne. Lahko se mogoče to ni samo pri narcističnih osebah, to je pri kjerkoli lahko pride to zavedanje zelo prav, da vem, kam se zdaj pomikam, ne. Ampak tako, ne. Sem prebrala, ker si enkrat napisal, v bistvu imaš to za delavnico, pa imaš tako, sem videla, da si enkrat napisal, da bi v bistvu ta narcisoidne odnose, ko jih enkrat preživimo, da bi bili neke vrste blagoslov, da zdaj pa smo nekaj doživeli, ne, da lahko nekaj na tem delamo. Ja, jaz mislim, da ja. Mislim, tle je spet, to je spet stvar lastnega opolnomočenja oziroma pomena, ki ga dajemo stvarem, ki se nam dogajajo, ne. In to je, če mene vprašaš, si lahko sami izberemo, kakšen pomen bomo dali nekim stvarem, ne. In zdaj, če si nekaj takega zgodilo, če si nekaj takega doživel, jaz se spodbujam, da si jemljemo, da je to kot neki, čeprav je težko, ne, ampak da iščemo
kako lahko jaz to stvar uporabim za svoje polnomočenje, za v bistvu bogatenje svojega življenja, svoje polnomočenje, ne. In tle se mi zdi, recimo tudi, če gledam svojo izkušnjo, jaz vprašanje, če se ne bi znašel v odnosih, recimo, in v tem družinskem odnosu s to žensko od fotra, ali pa z mojo bivšo partnerko, ali pa s tem sodelavcem, če se jaz ne bi znašel v odnosu s temi ljudmi, vprašanje, če bi šel, pa sem šel še globlje raziskovati, če bi šel to globoko raziskovati sebe, svoj živčni sistem, ne. Verjetno, ne, če bi, ne. Zakaj večina obupa, mislim, zakaj si ne dovolijo? No, mislim, nočejo, ko bom rekla, ne dovolijo. To zdaj, to ne vem, ne morem reči, no. Lahko samo povem, da kljub temu, da je to težko, da če si izberemo to kot, tako mi je zanimivo, ne, stanje naših odnosov je sorazmerno stanjem našega živčnega sistema, ne. Sprej, če sem jaz v nekih odnosih in je ogromno kaosa, ogromno teh nekih degradacij, konfliktov, to pomeni nekaj v meni, ne. Ampak to se spet le dogaja ta velika projekcija, ko mi obtožujemo vse te druge, ne. Ampak oni se v bistvu sami reflektirajo. Tako da na ta način si lahko to vzamemo nek pozitivno introspekcijo vase in v svoj živčni sistem in v svoje mišljenjske konstrukte in svoje prepričanja. In tle so recimo spet, kar sem si jaz pomagal, so bili elementi nenasilne komunikacije, seveda zavedanje, ne ignoranca teh narcisoidnih osebnostnih struktur in sociopatskih osebnostnih struktur. Pač študij, ne, ampak ne na način, da so oni zdaj krivi. In pa pol, recimo, jaz spodbujam k dihalnim tehnikam, recimo to mi je zelo pomagalo pri sproščanju te ujete energije v mojem sistemu, ne, ki v bistvu ne zdrži potem v tem survivalu in tej poziciji, ki je ne moremo kontrolirati, tega podrejanja, nesposobnost postavljanja na mej, ne. In pa tle še ena praksa, ki je meni zelo ljuba, ki jo spodbujam, je somatic experiencing in NARM. To sta dve, to sem pač izhodil kot se terapirati in tudi dela, je somatic experiencing je za šok travmo, nekaj imamo dve vrsti travm, ne. Šok travma se pravi po nekem stresnem dogodku, ponovadi nesreča, kakšna taka zadeva, ne. Razvojna travma, stresno obdobje, starši, tako je bilo pri meni, skozi daljše neko obdobje, tako, ne, jaz gledam od 12. leta do 19. leta, pač to, ta stres zaradi mamine smrti, potem naenkrat, takoj po mamini smrti je pač uletela ta narcisoidna ženska, takoj v familijo se je nadaljeval ta v bistvu kaos, ta stres, ta... Ampak tvoja starša oziroma tvoja pokojna mama pa ata sta pa imela dober odnos, se ni bilo tega zaznati, oziroma nisi dal to pozornost. Ja, zdaj to ne vem, ne, to se včasih sprašujem, jaz zdaj tega, mislim, koliko spomnim, je bil odnos, mislim, sem bil zelo blizu z mojo familijo, zelo smo imeli tak povezan odnos, ne. Tudi jaz se tega ne spomnim, recimo ne spomnim se, da bi imela moja, sem bil tako mali, veš, da bi se to rekel, Ja, sej, nisem mislil tako, ja. Verjetno so bili občutki, da je bilo... Ne, tako smo zelo prijetne spomine, ne, drugače, zelo velike, da smo imeli neko tako varno družino, varno družinsko jedro, ne, s tem se je tle potem pri nas se je zgodilo pač ta bolezen, ne, in je potem to začelo ustvarjati nek kaos, nek stres, neko, veš, ne veš, kva bi naredil, ko bi se sploh okrog tega obrnil, ne, tudi, da jaz, ne vem, če gledam, če bi zdaj šel nazaj, pa če bi jaz bil sam sebi fotor takrat, ne, bi jaz skrbel, da ima ta otrok, ta mali jaz, da ima neko podporo v tem času, recimo, ne, tega nisem imel, recimo, ne. No, sej to mi je fascinantno, ker verjetno si zaradi tega še pošel v komunikacijo, se pravi, to izražanje, ne, sej to je bilo moje prvo vprašanje tebe. Mislim, jaz bi prej rekel, da sem se v neki fazi, no, eno je bil, zakaj sem šel to študirati, eno je bilo čisto sam iz biznis vidika, ne, drugo je bilo pa tudi iz tega, ker sem jaz bil toliko v tem šamanizmu, v tem duhovnosti, ne, sem ugotovil, da ja, zdaj vse štekam te neke duhovne svetove, vsa ta neka bitja, vse to, cel ta domišljijski svet, ne, manjka mi pa stik z ljudmi in povezovanje z ljudmi, ne, in potem sem rekel, si želim nekaj narediti in si želim to raziskovati, ne. To je bil tudi en izmed razlogov, ker mene je zanimalo, ko sem si želel, ja, pač imeti nekako boljše odnose, ne, iz česar sem pol ugotovil, kaj sploh, da je v bistvu ta duhovna faza mojega življenja v bistvu bila neka disociacija
in še pri mnogih po moje je in se tega ne zavedajo, ne, ampak je to neko zatočišče, kamor se zatečemo, kamor se naša psiha zateče, ker je v telesu pretežko, ne. Če ne moreš občutiti, ne moreš niti izraziti. Ja, če nisi sploh v telesu, če si disociran, sploh ne boš mogel, ne. In zato, to je spet nek tak vzorc, ko ga tudi kar dostikrat videvam pri ljudeh, ko so globoko v tej duhovnosti, ne, nimajo izpopolnjujočih stikov, recimo ne uspejo imeti, ne, nekih, ali pa jih zelo hitro trigirajo, ne, dostikrat so to neke družinske scene, partnerske scene. In zakaj jih trigirajo, ne, zakaj nas trigirajo? Ker se v telesu nekaj dogaja, v živčnem sistemu se dogaja ta, je prisotna toliko te odvečne življenjske energije, ki ni bila sproščena, ne. In smo zato ostajamo v tem stanju prekomerne aktivacije in zaznavamo pol svet kot grožnjo, ne. Zato se potem odmikamo stran, ne. Kako zanimivo, ne, ker pa bi komunikacija lahko bila tudi, mislim, saj je, del odraščanja, ne, se pravi pravilno komunicirati že v otroštvu. Pa ta rast, ne. Ja, in to se mi tudi zanimivo, ne, kaj pomeni, ne, ta sploh osebna rast, ne. Veš, se mi zdi tako zanimivo gledati ta neka posamezna obdobja, veš, ko bi si rekel, če gledam to moje disociativno duhovno obdobje, ne, koliko 15 let nazaj že, takrat sem si mislil, da sem pa zdaj nekaj res pogrunto, jaz sem zdaj ful zrastel, jaz zdaj ful delam na sebi, ne. In pol zanimivo, ko sem uspel iz tega priti bolj v telo, veš, sem pol videl, koliko v bistvu nisem sploh delal na sebi, koliko sem se sam disociral, ne. In pol iz tega nek vstop v to bolečo realnost teh toksičnih odnosov. In potem iz tega še globlje noter v živčni sistem, ne. Tako da se mi zdi mogoče kdaj, mogoče se nam zdi, da kdaj ful rastemo, pa mogoče ni čisto tako, ne. Da je še tukaj zadnje vprašanje, mogoče tako na to temo, me pa zanima, koliko časa rabimo, da osebo spoznamo z vidika komunikacije. Se pravi, če jaz nekoga spoznam, koliko časa rabim, da mu zdaj jaz vedela, kako bo on komuniciral še naprej z mano? To ne znam odgovoriti. Mogoče nekaj se mi zdi, ne vem, če govorimo kaj o nekem partnerstvu ali prijateljstvu, meni se zdi, kar se meni zdi smiselno, je iti čez nek adventure, čez neko tako izkušnjo, da greš neko, veš, da greš izven cone obdobja, ne vem, greš neko potovanje, greš nekam, kaj sem, kampirati nekam, greš stopati nekam, kjer ni... Tako da se je grepiral, kako bo. No, vse glih zaradi tega, ne greš neke take nepredvidljive situacije mogoče, ne, in tam boš težko ohranil to neko konstantno, kako bi rekel, stabilnost, ne, ker recimo še posebej, če greš, ne vem, na neko potovanje, če greš v neko tako situacijo, ki je nepredvidljiva, ne, pa mogoče ne spiš najboljš, pa se tam nekaj zgodi, pa se... Po mojem to lahko nek kazatelj, tako bi se rekel, kaj se zdaj zgodi, ko smo izven cone obdobja, kam se zatečemo, kaj pride na dan, ne. Še moramo poudarjati, da pač ta avtentičnost v komunikaciji, ne, da pač koliko smo avtentični, koliko je ta oseba avtentična, ko izraža jezo ali pa da vzamemo tista slaba čustva, čeprav niso slaba, ne, jeza je pač zdravo čustvo, ko izražamo, sam pač na kontroliran način, pa pravilen, ne. Pa tudi žalost, pa tako naprej. Ja, jeza je po mojem ena izmed najlepših, mislim, saj so vsa čustva lepa, no, ampak... Ko eskalira, recimo, ta oseba pa je taka, veš, on pa je čisti, ne vem, narcis ali pa psihopat ali pa ta je čist zmešana, veš. Ampak koliko je bil on avtentičen pri tem, ne? Če se zdaj vrnemo še na otroštvo, koliko je prinesel to iz družine, čeprav to je on, če je to njegov način izražanja, ne? Meni se zdi ključna razlika, no, če smo v tem, to verjetno tudi mi, če nekoga tako hitro začnemo poteževati. Ampak to smo vsi. To je, no, sem to po mojem to obtoževanje v neki konfliktni situaciji, recimo nekoga, če obtožuješ nekoga, kjer narcis, kjer psihopat, ne, iz nekega konflikta, ne, je to v bistvu izhajamo, to po mojem nima veze s to osebnostno strukturo, to ima bolj veze s tem, da sem v neki bolečini, se je nekaj zgodilo, ker
me zelo boli in tega ne znam obvladati in grem pol obteževati, ne. Način tudi, zakaj si jaz recimo upam trditi za te družinske, pa partnerske, pa te dinamike s temi sodelavci, ker sem prišel recimo do teh dognanj, ni bilo skozi neko konfliktno situacijo, sem to prišel recimo na očetova partnerka, recimo jaz 10 let rabil, da sem sploh začel videti tle nekaj čudno, ne, in sem pol skozi postopno raziskovanje, pa sem začel malo o tem obratne, jaz sem prej sploh nisem verjel, da to je, da to obstaja, ne, narcisizem, sociopatija, to je bilo meni, ne, to ni res, ne. To se mi zdi, če je neko daljše časovno obdobje, pa tudi recimo pri partnerki, ne, to so bila recimo, ne vem, obdobje, ne vem, po 2 letih mi je bilo, mislim, že prej mi je bilo jasno, no, ampak skozi neko daljše obdobje ali pa pri temu sodelavcu, to smo se družili pa, ne vem, 4-5 let, ne, in pol sem začel pozvati, to je pa zdaj res nek ponavljajoč vzorec, ne, s tem, da sem še to imel, zdaj v tem času, ko sem to začel razpoznavati, sem uspel, je bilo to, ko bi rekel, v sinhronizaciji, s tem, da sem prihajal bolj v stik s telesom, nisem bil več toliko disociran, ne, in sem začel sproščati tudi to travmo, to odveč energijo ven, sem imel vedno več kapacitete za biti v telesu, ne. Tudi potem s to tehniko tega narma, pa temi dihalnimi vajami, ne, ogromno releasa iz mojega telesa in bolj, ko sem uspel biti v telesu, bolj sem to lahko videl kot neko objektivno observacijo, to se je zgodilo, ne, se pravi, ne vem, ta je zdaj imela nek ta izpad, jaz se želim zdaj pogovarjati, ona se noče tem pogovarjati, ne, jaz bi si želel se tem pogovarjati, mene to moti, hoče imeti dialog, ona se noče, ne, se dobimo, začne z obtoževanjem, se pravi, si ni pripravljena sprejeti, recimo, feedbacka, recimo, ne, ali pa, ne vem, ta sodelavec, smo imeli neko mediacijo, smo pristali na mediacijo, pol ni prišel na mediacijo, ne, in je pol šel spet obtoževanje, da smo mi krivi, zakaj. To je moje naslednje vprašanje, ne, kako komunicirati z osebami, ki ne kaže empatije, recimo. Ja. Zanimivo se mi zdi sploh, zakaj, to se mi zdi, to je tudi en terapeut meni rekel, ne, zakaj bi sploh imel odnos z nekom, če opazim res skozi neko daljše druženje z neko osebo, da imajo te tendence narcisistične, sociopatske, ne način, da jih obsojam, da opazim, to je njihova osebnost. Po koristu te od sebe, ne? Kako se moramo vprašati po koristi, zakaj smo tam, kjer smo. Ja, zakaj, katero potrebo zdaj zadovoljujem, ne, da ostajam v tem odnosu, ali pa da si želim imeti odnos s tem človekom, ne, in to spet nekaj govori o meni, ne, mogoče v nekem prepričanju, da, ne vem, da sem če izmislil, da nisem vreden nekega odnosa, ki pa je prisoten ta mir. To, ali pa še to, no, to je pa še ena taka tudi zanimiva teza, je odvisnost. To se mi zdi tudi ful zanimivo. Se pravi, da smo odvisni od, to je recimo govorimo o tem trauma bondu, ne, to tudi se pravi, da smo odvisni od, iščemo take odnose, ker se dogajajo te šoki, te preobrati, take pač narcistične ljudi, ne, ki nekaj govorijo, naredijo nekaj drugega, ker v teh dinamikah, ki so zelo burne, zelo žive, ne, zelo dramatične, prihajamo v to stanje preživetja, se pravi, se v naš sistem ubrizga veliko adrenalina in kortizola, ne. In jaz si upam reči, da je tle pol, smo mogoče odvisni od te živosti, od te zadetosti, od te, ki jo doživimo skozi to dramo, ne, določenih odnosov, ne, kao si ne želimo, jih ukrivljamo, jih obtožujemo, ne, to je značilno za te soodvisniško-narcistične odnose, ne, se dogaja neka zloraba, ampak pol kar ostaja noter, ne, in jih kar nekaj vleče in potem to enačijo z ljubeznijo, kao, ne, ampak to je bolj ta trauma bond, ne, to je ta kaos, ta zmeda, v kateri se dobimo to injekcijo pač od znotraj teh hormonov, ne, in pol to pogrešamo, ker če tega ni, še je mir, nekaj manjka. In tle, što bi znam povedal, tle se mi zdi tudi ful zanimivo, ker bi jaz vabil k tem dihalnim tehnikam, ne, ker moja teza je, da v bistvu vsi se ga, na nek način se ga v bistvu zadevamo tudi z recimo fitnessom, pa z vadbo, pa z dihalnimi tehnikami, ne, ampak vzpostavljamo neko drugo stanje v telesu, se pravi, pri fitnessu, pri treningu športa se začenjajo izločati recimo endorfini, ne, koliko jaz vem, ne, in vzbudijo neko pomirjeno, bolj prijetno stanje, ne, ampak se dogaja na kemičnem nivoju, ne, pri dihalnih tehnikah tudi, ne, v bistvu dosegamo neka stanja
ta soma breath, ne, pomiritve, sproščenosti, ampak to se dogaja tudi na kemičnem nivoju, ne. Neke ekstatičnosti, recimo, ne. In je pol zanimivo, zakaj si ne bi zbirali in vstopali bolj v ta stanja miru, ekstaze, povezanosti in odprtosti, ne, ki jo omogočajo določeni te hormoni, ne, oksitocini, endorfini. No, to ni naravno, ker nam tega niso dali tako naučili. Jaz bi dala že to v osnovne šole, recimo, če me ne vprašaš. Ja. Ali pa zaradi tega, ker smo se toliko navadili na to neregulirano oziroma na to simpatično aktivacijo fight, flight, ne. In nam je ratalo to tako poznano, da nam je potem ta drug aspekt tuj, ne. In to se mi zdi še tudi zanimivo, ne, ko si prej vprašal, zakaj neki ljudje ne izstopijo ven iz teh odnosov, po mojem, tudi če gledam sebe nazaj, ne, ni referenčne točke. Jaz če gledam v tej svoji disociaciji ali pa v tem, ko sem bil oronko pleten v te odnose in s to fotorovo žensko oziroma z njim, z bivšo partnerko, jaz nisem imel referenčne točke, kaj pomeni doživeti zares neko globoko sprostitev, mir, kaj pomeni biti v nekih podpornih odnosih, ne. In ravno to, po mojem, ko enkrat ljudje dojamejo, recimo tle, jaz spodbujam skozi te dihalne vaje, zelo hitro to dosežemo, ne. A so tudi krajše, recimo, ko moraš se pomiriti v 2 minutah? Ja, recimo, to, mislim, ogromno jih je tle lahko ta tehnika dvojnega zaporednega vdiha, je lahko zelo hitra, ampak za nek močnejši reset recimo zadostuje neka 20-minutna, pač to, ko sem ti pošiljal, pa to, kar imam tudi v teh tečajih z mojo glasbo, to je neko moje veliko proslavljanje, da lahko združujem to svojo kreativnost. Lahko potem dobiš to izkušnjo, ne, tega reseta živčnega sistema, reseta misli, popolno resetiranje, ne, neka ta odprtost in potem nekje imamo to zavedanje, dobiš to zavedanje, wow, tako se jaz lahko počutim v bistvu skozi, to lahko rata, če jaz vadim, lahko rata moje default stanje. In potem, ker imam to referenčno točko, potem lahko tudi vem, zdaj sem strigiran, zdaj sem pod stresom, se sploh zavedam, ker doskrat se tega sploh ne zavedamo, ne. Tako, ne. Ko nastopi psihosomatsko obolenje, pol je pa problema, ne. Ja, tako, to se mi zdi mogoče, no, ko si rekla, ne, dobiti to izkušnjo notranjega stanja, dobiti izkušnjo, kaj pomeni notranje stanje te mira, odprtosti, ekstatičnosti, zakaj to tako imenujem, ker verjamem, da je to naše bolj naravno stanje, ne. Tako kot žival, recimo, si upam reči, so bolj v nekem tem rest and digest, v nekem tem pomirjenosti, recimo, če gledaš neko srno v gozdu, ne, so zelo pomirjeni, ne. In pa, ko se zgodi nek sprožilc, se aktivira živčni sistem, ne, se sprosti, verjetno ta adrenalin, kortizol pobegnejo, ne, in pol to energijo sprostijo in se vrnejo nazaj v... Ampak živali se vedno po stresnem trenutku tresejo. Ja. Vedno, vse. No, to je ta mehanizem, to je, če gledaš živčni sistem, naravni način, ne, je tresenje. Zato tudi, ko govorim o tem releasu, jaz se ogromno tresel, 10 let recimo, ne. Ja, ker to pomeni tudi manjko sodobne, pač psihoterapije, ko jaz vidim, ne, je neka mentalna analiza, ki je po mojem mnenju brezsmiselna skoraj, ne. Medtem ko recimo ta NARM, pa te dihalne vaje spodbujajo sam, v bistvu nima veze, ker zgodbo mi lahko kjerkoli napletemo. Ta pomen zgodbe in to lahko svalkamo in obračamo in vse razumemo, ampak to ne bo pomagalo k neki razrešitvi, ne. Razrešitev se zgodi, če se ta energija sprosti in to se dogaja skozi čustvovanje, skozi stresenje, čisto moja izkušnja, in s tem, ko bomo to sprostili, ne, potem lahko v bistvu začenjamo to spreminjati, lažje spreminjamo zgodbo, lažje spreminjamo pomen, ki ga dajemo stvarem, ne. Tako to se mi zdi tak tresenje zelo pomembno, kogarkoli, ki se sooča, si želi nečesa se osvoboditi, ne, če se telo začne tresti, je to the best, ne. Uleži se, pusti, da se to trese. Je pa mogoče malo bedno, malo se treba navaditi na to, da zaupamo telesu. Jaz se tudi čisto naraven odziv, ne, tudi ko nas je strah, se tresamo, ne. Ja, to je, mislim, super odziv, super, da to imamo, ne, še posebej, če imaš zavedanje, kako funkcionira živčni sistem, da se je ta energija ustvarila. In da se to zdaj sprošča, ne, hvala Bogu, da se sprošča, ker če se ne sprošča, se začenja to pol... Tako ne tresi se, zakaj se trese? Ja, ne.
Mislim, to se mi zdi zelo pomembno razumeti, koliko je tresenje pozitivna lastnost. Mislim, ne samo pozitivna, nujno pomembna, če ne želimo, da se zgodi, če želimo, da naš živčni sistem začne zaznavati, da je grožnja minila. To je spet ena izmed funkcij živčnega sistema, ko on zaznava, da je grožnja mimo, ko se ta energija sprosti. Ker dokaj se ta energija ne sprosti iz sistema, bo še vedno zaznaval, da je grožnja prisotna. In bo generiral še več energije. Zato pa je hodimo tako kot neke tempirane bombe, zato smo tako trigirani, ker doživljamo svet konstantno kot grožnjo. Konstantno. Vsi so grožnje, vse je grožnje, vsi me napadajo. Zato me tudi je pač tako vprašanje na tem mestu, zakaj bi nekdo delal, ko je skozi pod stresom, pa tako še zdaj bi si vzel čas za 20-minutno tehniko dihanja, Zakaj bi sploh to? Zakaj? Če jaz nimam časa za to. Ja. Mislim, to je lahko spet, Veš, to je odziv večina ljudi, Mislim, že v službo imam dva otroka, moram delati, jaz nimam časa za 20-minutno tehniko dihanja, imam tam posodo za pometi, parilo za zložiti. Ja. No, sem to potem spet vzdrževanje, potem na tak način sami vzdržujemo to stanje prekomerne aktivacije, Sami v bistvu skrbimo, da se to vzdržuje. In to še posebej, če se vrnemo na te narcistične odnose, v takih odnosih pa pač narcistična oseba tudi to spodbuja, da se konstantno ohranja ta aktivacija, Spet neka odvisnost. Soodvisna oseba pa tudi sodeluje pri tem, Definitivno. Ampak te tehnike, ki jih imaš na delavnici, v bistvu po mojem, če jih zdaj bi prakticirala vsak dan, en teden, bi po mojem prišla v mojo podzavest in bi jih avtomatsko začela izvajati pri prvem konfliktu, stresu itd. Mislim, mogoče malo več kot en teden. Jaz bi rekel, ta tečaj, ta izziv je 3-tedenski, Jaz govorim samo za eno tehniko. Komunikacija misliš? Ne, jaz mislim, da zdaj, če to ponotraniš, če začneš to prebirati, potem na teh tečajih recimo pol delamo tudi razne vaje, vabim ljudi, da delajo vaje, lahko tudi malo pišeš dnevnik, recimo zanimivo je tudi pisati, kakšne misli se mi porajajo, da jih malo daš, pa lahko pogledaš, viš, tle diagnosticiram, tle okrivljam, tle grozim, tle se pa raziskovati dinamika moči, čisto neka introspekcija vase, ne da je kaj s tabo narobe ali pa z mano narobe, potem se kdaj strah, da bom zdaj vmes to napisal, te misli dol, da zdaj sem jaz slab, ampak lahko pogledam čisto stroj, tako, to se pojavlja, kaj se dogaja v zadju teh misli, čutim neko bolečino, lahko grem to raziskovati, lahko to prediham, naredim eno dihalno vajo, naredim neko vajo poslušanja, čisto navaja poslušanje, recimo z prijateljem, partnerko, ena oseba govori, drug posluša v tišini, kaj se zgodi, če so v taki dinamiki, kaj se zgodi, ko mi ena oseba nekaj pove, če se ne takoj odzovem, kaj se zgodi, če se najprej povzamem, da probam preveriti, kaj sem sploh jaz zastopil, da se recimo v tebi dogaja, da tega zato zelo malo počnemo, da sploh preverim, kaj od tega, kar si ti izrekla, je prišlo do mene. To se mi zdi zelo enostavno vaja, ki lahko naredi ogromno spremembo, pa tega ne delamo, ker si jaz interpretiram, da je že kar vem. Ker že vem, kaj se s tebi dogaja, ti mi spet težiš, jaz že vem, že vidim, to imaš ta problem, Če greva, zdaj ne vem, tle bi lahko raziskovati poslušanje, standardne napake v poslušanju. Napake. Velike tega, kaj se zajema. Ampak tako, v bistvu, bi pa lahko tako komunikacijo res to avtentičnost, da še enkrat poudarjajo, koliko smo avtentični, či je ta komunikacija, kaj smo, a smo to mi, ali je to prenesen vzorec. Meni se zdi to, ne vem, tako za raziskovati super, res. Mislim, glede se avtentičnosti, meni se zdi najbolj moje povabilo, oziroma povabilo teh pristopov, ki jaz raziskujem, je stik s telesom. Če govorimo o avtentičnosti, je stik s tem, kaj čutim, občutki in mojimi potrebami. In tle se v bistvu... To opazovati, kar si prej rekel, dnevnik pisati, misli razbrati, s kom komuniciraš, ker z vsemi isto ne moreš komunicirati. Ja, gledati, recimo to lahko tudi zanimivo, kaj je bil, če gledamo, če zvečer pogledam, kaj se je dogajalo čez dan, pogledam, kaj so bili moji triggerji danes, ko sem se tam odzval, in to sem totalno popizdal,
Ok, kaj je bila zares observacija? Wow. Ko sem se počutil neko jezo, kaj sem rabil sem nek mir, ne? Neki, v bistvu taki enostavni mini procesi, ki jih lahko, če jih počasi začenjamo raziskovati, lahko v nekem obdobju pripeljejo do spremembe, ne? Kako pa postaviti osebno mejo, če recimo, vemo, da je oseba narcisoidna ali pa ima da je sociopat ali pa psihopat, ker to je pa zares težko diagnozo postaviti za sociopata pa psihopata, ne. Recimo za ta narcisoidno osebo. Kako težko je zdaj postaviti osebno mejo skozi komunikacijo? Mislim, ena osnovna stvar je, da pač nehaš komunicirati s takim človekom. Je to kazen? Mislim, da je odvisno, kakšen je odnos, v kakšnem odnosu si, ne. Recimo, da govoriva o partnerskem odnosu. V partnerstvu, meni bi bilo, recimo, mislim, spet, recimo, tematika, zakaj mi je fajn se pogovarjati o tej narcisoidnosti, ne. Jaz bi želel povabiti ljudi, da se lahko o tem pogovarjamo, se lahko v tej dinamiki pogovarjamo, ne, kar je pa pač problem, ker doskrat te osebe, ki so skrajno v tem narcisističnem / sociopatskem spektru, tega nočijo, ne. Ampak jaz bi ravno to želim, da bi to razpoznavali kot naše skupno, kolektivno nek način, ne? Da ni zdaj to nek tabu, ampak da se reče, ok, da si lahko pogledamo, ne vem, to dinamiko, kaj se dogaja v najnem odnosu, ne? Jaz se pomikam v soodvisnost, ti se pomikaš v tle v neko to, ne? To med nama se dogaja, ne? A bi to midva skupaj raziskala. In zdaj, če druga oseba ni pripravljena na nek dialog, to iz sebe, ne? Če ni pripravljena na nek dialog, če si ni pripravljena o teh stvareh, ki so, recimo, bi bile meni dragocene, za se pogovarjati, s katerimi si jaz želim biti slišan, potem bi se jaz spet šel vprašati, zakaj sem jaz v odnosu s tem človekom, ne? Ker jaz si želim biti v odnosu z ljudmi, ki so pripravljeni na odprt dialog, ki so pripravljeni na debatiranje okrog teh stvari, še posebej, če so težke, boleče, če se neki tazga Kako je težko govoriti, ne, o tem, da si v odnosu z narcisoidno osebo, ne? Ja. Koliko nam ego pada, ali pa tudi te, ki so narcisoidne osebe, ne, ki imajo narcisoidnost v sebi, uporabljajo kot orožje, zakaj bi šli o tem govoriti na glas, če je to njihovo orožje. Ja. Mislim... Če to je ena taktika, ne, se v bistvu... Izogibanje, da se noče o tem pogovarjati, ne. No, ampak meni je to pomembno, jaz si to želim, ne, in zdaj spet... To je ozaveščanje, ne, tega se mi dva pogovarjava, da slišijo pač tisti, ki se želijo v to poglobiti ali kakorkoli, da je to za javnost, bi rekla, da je ozaveščanje, zdaj pa, da bi nekdo šel namerno govoriti, jaz sem pa z narcisoidno osebo, ali pa jaz sem pa narcisoid, a veš, jaz pa to delam, se mi zdi malo tako, ne, zakaj bi šla nekaj govoriti, če imam korist od tega. Pa če sem žrtev, pa nočem, da sem blamirana pred drugimi, ne, da me ponižim, mislim, da se počutim ponižano, ali pa kakorkoli, ne. Mislim, tle spet pridemo nazaj v ta upotrebe. To so se prej tudi pogovarjali glede te popularizacije teh diagnoz, ne. To se mi zdi pol tudi lahko druga plat tega. Eno tako zanimivo, eno to, da o tem sploh ne govorimo in se delamo, kot da tega ni, ne. To bo najbolj pasalo ali pa najbolj bo to skušali, recimo, narcisoidne in sociopatske osebe to držati, ja, da se o tem sploh ne govori, da kakšen narcisizem, kakšna sociopatija to sploh ni, ti si sam domišljaš, bo s tem gaslightingom, ne. Drugi ekstrem so odvisni ljudje, ki se bojijo o tem govoriti, recimo, če gledam tudi pri sebi, jaz 5 let nazaj o tem ne bi mogel govoriti, recimo, ne. In to je ta nek freeze moment, ki ga ima dost značilen tudi za, ne vem, to, ko sem tudi pogovarjal s kakšno žensko, ki se dogajajo te neke zlorabe ali pa pač karkoli v tem smislu gre v ta freeze in se bojijo, ali pa izraziti, ali pa da so cele skupnosti, tako kot se prej omenil, se bojijo izraziti. Pa se spet vrnemo nazaj v otroštvo, ker niso smeli izražati ta primarna čustva, čutenja, ko sva rekla jeza, bes, žalost. No, jaz sem, lahko tako rečeš, ampak sem jaz, se mi zdi to smiselno govoriti, če jaz rečem, da to je zaradi otroštva, ustvarjam projekcijo, ne, to je zaradi tega, ker meni se zdaj nekaj dogaja, jaz sem zdaj zamrznjen, jaz tega zdaj ne znam izraziti, v tem trenutku. In tle pa lahko delam s to zamrznitvijo, ne, lahko to probam počasi predihati ali pa s to tehniko narem odklepati se temu in sproščati to energijo, ki je moj živčni sistem pahal v to zamrznitev, ne. In ko bom jaz to energijo sprostil, bom lažje
se izrazil bolj pretočno, ker je v bistvu, živčni sistem je v bistvu podlaga vsega. Če sem jaz v zamrznitvi, jaz lahko se kjerokoli tehniko naučim, samo mogo nič reči. Ker je hardware, ne, ker je v krču, ne. To se mi zdi tudi, to je en izmed razlogov, zakaj sem začel te veščine nenasilne komunikacije vključevati bolj to somatiko in dihalne vaje, ne. Sem videl, koliko je to pomembno sproščanje živčnega sistema, ne. Čakaj, nekaj si še prej omenjala glede, to sem še hotel reči, da se o tem ne govori, pa druge ekstreme, pa ta popularizacija, ne, to, ko se prej pogovarjali, še obsej med mladimi, ne, sem zanj slišal, kar vse diagnosticirati, ne, vse te možne bolezni imajo, vse te neke motnje, ne, in si jih kar jemljajo, ker to je že kar malo moderno, ne, je že kar malo, ne vem, delim iz tega, ker sem poslušal zanj en podcast in je naravno to govorila, koliko je zdaj popularno, da kar govoriš, da si, ne vem, z narcisom, ali pa da imaš, ne vem, kiro motnjo, ne vem, kiro attachment, in to je zdaj nek... Samo diagnoza. Ja, moda, nekaj tako, kot da če nimaš nič, ne? Pa nekaj imaš. Nekaj moraš imeti, ja, nekaj imaš, ne? Ker če ne, nisi, kaj smo pogovarjali, ne? Če s tabo, nisi zanimiv, ne? Ja, v bistvu nekaj imaš, ker drugače nisi zanimiv. Ja. In to je spet neka, če gledamo z vidika nenasilne komunikacije, to je zdaj čist drug vozel, ne? Ampak je to spet mogoče nek način, s katerim skušajo te osebe, ne? Kakor slišim vstopati te mlajše generacije, skušajo zadovoljati neko potrebo po videnosti, po pomembnosti, po mogoče vključenosti. Pa kaj se spet tukaj vračam na družino, ne? Koliko pomembnosti, videnosti se že v otroštvu, ne? Če bi vedela svojo otroka naučiti pravilno komunicirati, izražati čustva na pravilen način, ne bi imela pol probleme v nadaljnjem življenju z temi 3 oblikami, se pravi sociopatija, psihopatija pa narcisoidnost. Mislim, to tudi težko rečem, zares ne vem, ampak verjamem, da če se ozavešča te dinamike moči, ne vem, če vidiš, da otrok zamrzuje, da se disocira, ne, in če to začenjaš naslavljati, da se pač to ne dogaja, da ga spodbujaš v bistvu k nekemu izražanju, da ga tudi, se mi zdi tudi zanimivo pri otrocih, pri vseh, ne, spodbujati, postavljati meje, se postaviti zase, izražati svoje potrebe, recimo, ne. Postavljanje srednjih mej. Ja, z narcisoidnimi osebami, ja. Ja, mislim, recimo z gledišča nenasilne komunikacije, kar pride lahko do spodbujevanja ljudi k sploh prepoznavanju svojih potreb, recimo, to ti sploh prepoznaš svoje potrebe, da jih lahko imenuješ, da se jih zaveš, da jih lahko artikuliraš, recimo, ne, to je tudi, se mi zdi, ena taka zelo pomembna, ne samo v odnosu z narcističnimi osebami, s komorkoli, ne, se mi zdi, dosti ljudi je čisto odtojenih od te ideje, da imam potrebe, folk smatra mogoče, da s potrebami nekaj narobe, ne, ampak potrebe so te neke univerzalne kvalitete, ne, po videnosti, upoštevanosti, obziru, spoštovanju, slišanosti, strukturi, učinkovitosti, varnosti in tako naprej. Gre za cel nek vokabular potreb, ki se jih lahko naučimo in potem to imenujemo in ozaveščamo in potem to izražamo. Se da je problem pri teh narcističnih osebah, da bo to pač oni so ta osebnostna struktura, ta njihov mehanizem je tako globoko integriran noter, da to treba potem znova in znova, zdaj tisti, ki se odločajo ostati, je lahko zelo naporno to znova in znova se pač to imenovati, naslavljati, postavljati, lahko gre ogromno neke časa, energije, ne, tako da z tega vidika se ti more, tisti, ki ostajajo v tem odnosu, se ti more to res zdati, no, moraš imeti res, ne. Spravi, če lahko tako povzamemo, je neka zdrava komunikacija tam, kjer se počutimo slišano. Mislim, tam, kjer je prostor za naše potrebe in za potrebe drugih ljudi, ne, meni se je to point, ne. Če pogledamo, da je v bistvu vsak komunikacijski odziv je poskus zadovoljevanja potreb, z moje strani, s tvoje strani, strani kogarkoli, ne, in kako lahko ustvarimo neka okolja, tudi na delovnem mestu, v odnosih z otroki, da se lahko izražamo, da smo lahko slišani, da lahko mi izrazimo svoje potrebe, da lahko druga oseba izrazi svoje potrebe in da je nek prostor, ok, ne,
ti rabiš to, jaz rabim to. Ampak to se moramo naučiti, da nam B2P dojemo, ali kaj ti isto. Ja, da se naučimo, ne? Da ni s tem nič narobe, da je to okej, da to, če nekdo imenuje neko potrebo, da to ne pomeni, da bo zdaj naša ne bo upoštevana, ne? To je že nek osnovni mehanizem, recimo pri poslušanju, zakaj imajo ljudje težave poslušati. Recimo, če mi ti nekaj govoriš in bom jaz tiho, ne? Pol en tak zelo značilen vzorc je, da bom jaz zdaj že mislil, da če jaz nič ne rečem, da se s tabo strinjam. Veš, da imamo neko potrebo, da imamo tako mora nekaj reči. Samo da preverjamo, to govorimo, ko smo z nekom v konfliktu in se ne odzivamo na njegove, na to, da kriči oziroma da nas na nek način napada, ne, ko se v tistem trenutku tako počutimo, ampak smo umirjeni in poslušamo in ta oseba dobi odziv, temu je pa vse ta se pa moče z mano pogovarjati in pol je še bolj. Mislim, da ni nujno, ampak bolj spet, če se vrnemo na to, da se spomnimo, da ko se druga oseba izraža, govori o sebi in o svojih poskuša zadovoljiti svoje potrebe. Ne? In da to nima direktne veze z nami. Ne? Lahko nas pa te stvari trigirajo. In to pomeni, da če jaz nekomu prisluhnem, to ne pomeni, da se z njimi strinjam. To pomeni, jaz lahko te sam poslušam, če rečem, cool. Ampak je zanimivo, ker se dostakrat se kar zapletemo neke pogovore, v bistvu brez neke potrebe. Ne smatramo to, kar zdravo, a se ti ne zdi tako, ker smo vajeni to, da nekdo eskalira na neki, a veš, ker smo prej govorili, ne, da smo tako odzivni na vsako besedo, ker nas trigira noter, ne, in to smo že bili v otroštvu tako naučeni, spet vtaknem tega otroštva, ne, da smo takoj nazaj, ne, pa mama nazaj takoj. Da ni bilo umnega, ne, da se ustaviš, poslušaš osebo, ne, pokimaš, da mu daš razumeti, da je uslišan in tako naprej, ne. Mi to ne vzamemo kot zdravo. Mislim, če ne vem, ali zdravo ali nezdravo, recimo povežem se s tem, da je mogoče to nek naučen vzorc, po drugi strani pa spet, to se vse zdaj dogaja, ne, to sem spet, jaz sem zelo propagiram prisotnost, ne, to se ne dogaja zaradi otroštva, to se dogaja zato, ker se zdaj v tem trenutku. Ja, ampak da priješ do zavedanja, ne, da je prav, da se umiriš, da poslušaš, da se o tem govoriva. Ampak tista oseba, ki pa tega še ni uzaveščena o tem, oziroma ne zmore iti čez to, bo pa to drugače si interpretirala, ne, bo spet razumela, ker recimo ne vem, da ti je vse, ti z mano ne govoriš, jaz ti tukaj govorim, koliko sem jezna, pa koliko sem žalostna, ti si pa tiho, veš. Ja, in to spet lahko recimo čudovito, mislim, tle bi lahko šla zdaj tudi, če bo šla pol narediti kakšno igro v lokne, tle lahko to čudovito ti se interpretirava skozi ta jezik nenasilne komunikacije. Kaj bi če ti nekdo nekaj takega reče, ne? Le, jaz sem tle zdaj jezen, jaz se zdaj tle jezim in tle si povzdigujem glas in ti delim neke moje osebne stvari in ti se tle ne odzivaš, recimo, ne? Kaj ta oseba govori, ne? Govori, da, če gledamo z vidika potreb, govori, da jim je pomembno videnost, slišanost, jim je pomembno sodelovanje, si želijo nekega stika, odziva, podpore. Recimo, jaz to slišim, jaz zdaj takoj to slišim v takem izrazu, ne? To je ta moč te nenasilne komunikacije, da lahko v bistvu, ko slišimo, da se nekdo na tak način izraža, ne verjamemo besedam, ampak grem takoj, v bistvu poslušam občutke in potrebe, poslušam, kaj se dogaja izza teh besed, ki jih ta izraža. In izza teh, čeprav se sliši to obtožujoče, imam tle možnost, če se naučim poslušati iz drugačnega zornega kota, tle se lahko naučimo vsaj iz 2 ali pa celo 4 zornih kotov, recimo, to je fascinantno, se lahko naučimo prisluhniti tistemu sporočilu. Recimo, tega se nismo učili v šoli, ne? Sam en način je, ne? Ali ti teži, ali te napada, ne? Ali te obtožuje, ne? To je v bistvu ta šakali pogled, ne? Medtem ko tle lahko pogledamo iz različnih zornih kotov, seveda moramo se malo to natrenirati, da to sploh obstaja ta možnost, neka druga opcija videnosti nekega sporočila, slišanosti nekega sporočila, ne? Da lahko na neko sporočilo gledam iz različnih zornih kotov. Ampak če hočem to doseči, moram razumeti spet formo jezika, je povabilo, da razumem vzorce komunikacije in da razumem tudi svoj žučni sistem, da vsaj malo znam to nadzirati, ne? Da ni to neka totalna avtomatika, da znam razpoznavati občutje, znam razpoznavati potrebe, znam razpoznavati interpretacije misli, to je ta poslušanje z dvojnim fokusom, se pravi, da znam poslušati besede, ampak znam imeti z drugim delom svojega fokusa pozornost in se lahko sprašujem, kako se on počuti, kaj on rabi. Čeprav se ne strinjam z načinom komunikacije, ki ga uporablja, ne.
če si želim, lahko poslušam, ni mi treba. Kdorkoli ti reče, da ti moraš na nek način poslušati, da tako se spodobi, ne, da tako je prav, sugerira v bistvu iz tega programa jezika, ne, ker ta program, ta šakalji program jezika deluje na način tega moralističnega razmišljanja, kakšna ti moraš biti kot mama, kot podcasterka, ali pa kakšno moram jaz biti kot trener, kakšen se spodobi, da sem. Ne. Če ne boš, ne, zahteve, grožnje, ne, evalvacije, kako se spodobi, da bi bil. In čim to opazimo, se lahko zavedamo, da smo podrejeni temu programu. Ker kdo drug sugerira, da ti moraš biti na kakšen koli način? Kdo ti govori, kot pa ta program? Ne, če me zastopaš. Ja, razumem zdaj. Vprašanje, spravi, lahko bi rekla, da tudi gre pri komunikaciji za eno vrsto tekmovanje, kdo bo zmagal. Če smo v tem survival mehanizmu, ja. In to je spet zanimivo. Čim vidiš, čim vidim nekoga v dialogu, ne, ko se bori za svoj prav, ne, in uporabljaš te elemente, ne, ja, ti pa to, pa ti si pa to naredil, ti si pa tak, ne, ti si pa nesposoben, pa ti si to recimo tudi v politiki, ker se meni noro, recimo, koliko bi po mojem lahko, pa se tudi to, ko so v podjetjih delam, ne, koliko lahko ljudje pridobimo, če razpoznamo te elemente, če razpoznamo to, ko se reka, tekmujemo, ne, to je ta element boja, to je ta totalno survival modaliteta, jaz se borim. Zakaj se borim? Za svoj prav. Ampak, a kdo grozi tvojemu življenju? Ne. Ti si tam v neki dvorani, na nekem mogoče celo v nekem studiu, ne, in ti se boriš. Tvoj celoten sistem je v fajtu. Percepcijo, doživljaš sogovornika kot grožnjo. Zakaj? Observacija, si v nekem studiu. Kaj so moje potrebe? Želim si biti slišan, recimo, če pa predstavljam, želim si biti slišan svojo perspektivo. Mi lahko mogoče prisluhnete. In recimo, če govorimo o politiki, recimo, ne, in ena oseba podeli svojo perspektivo, ne, in mogoče potem druga oseba lahko, ali pa sogovornik mogoče povzame in pa recimo podeli svojo perspektivo, ne. In se mi zdi na tak način, recimo, to se mi zdi velika razlika, zakaj se potem lahko te debate, zakaj dostikrat eskalirajo v neko bojevanje in obtoževanje in kdo bo koga nadvladal in kje je potem ta potencial, če bi se naučili teh osnovnih veščin komunikacije in čustvene inteligence in regulacije, kakšen ogromen potencial bi imele te debate, ki imaš mogoče, da kdaj so neki zelo, pač, kakšen potencial bi bilo, da bi te debate vzpodbudile neko kreativno razmišljanje, odprtost, bi se odpirali neki čisto novi svetovi, nove ideje, nove strategije delovanja, ne vem, sistemi, državni sistemi, šolski sistemi so prej omenila, ne. To se sprašujem, kako bi izgledalo naše življenje, če bi vedeli pravilno komunicirati. Pravilno, ne, ampak ja, da bi se naučili te skillse, ne, da bi... Ja. Na način, da se podpirajo potrebe, ne? Ker to se mi zdi point, recimo, če govorijo o sistemih, recimo, ne? Kaj je poanta nekega sistema? Poanta nekega sistema je, da podpira potrebe. In tle recimo ful zanimivo delo ima Dominic Barter, en tudi trener, govori o teh organskih sistemih, kako so sistemi take organske tvorbe, ki se konstantno spreminjajo in kako ne se spreminjajo glede na potrebe, ne. Ampak kaj, recimo, kolikor opažam, recimo, vse se sistemi tudi na državni ravni, vse se spreminjajo, ampak če pogledamo, dostikrat so neki sistemi zelo rigidni, ne. In kako lahko s časom prevprašujemo neke sisteme in se vprašamo, katere potrebe to podpira. Ali pa neki dogovori v končni fazi, ne. Saj sistem je lahko nek dogovor, ne. Lahko je nek družbeni dogovor, lahko je dogovor v nekem partnerstvu ali pa z nekimi otroki, ne. In pogledaš, skleneš nek dogovor, skleneš nek sistem, zakaj? Zaradi tega, ker obe strani verjamete, da bo ta sistem, ta dogovor podpiral čim več potreb in tvojih in mojih, recimo, ali pa od čim večjih ljudi, ne. In potem mogoče čez čas pogledaš, a to še vedno podpira čim več potreb, čim večjih ljudi, in mogoče vidiš, ne, okej, dajmo mogoče nekaj prilagoditi, spremeniti, ne. A to je že manipulacija. Mislim, jaz ne bi rekel, da manipulacija. Ustvarjanje potrebe tam, kjer je ni. Ja, odvisno, koliko naših potreb pa je dejansko realnih?
Ja, mislim, vse, ne, zdaj, če pogledaš. Je potreba po telefonu zihar ni, ne, pa je potreba. To ni potreba. Ni? Ne, to je spet, recimo še eno razlikovanje med potrebami in strategijami. Spravi, telefon je strategija, s katerim skušamo zadovoljiti neko potrebo. Ali pa recimo, tako kot je komunikacija, obteževanje je strategija, s katerim skušamo zadovoljiti potrebo po videnosti, upoštevanosti. Ne vem, to zdaj sem v smislu, to, da nekdo ne vem, nosi pištolo, recimo sem v smislu, je to strategija, s katero skuša zadovoljiti potrebo po mogoče varnosti, recimo, ne. To, da nekdo se dere in povzdikuje glas, spet v odvisno situaciji, mogoče skuša zadovoljiti potrebo po, ne vem, videnosti, upoštevanosti, recimo, ne. Ali pa, recimo, odvisno od situacije, ali pa mogoče tako oseba potreba po sprostitvi, recimo, ne, če je napet, ne. To je zelo pomembno razlika med strategijami in potrebami. Potrebe so neke univerzalne kvalitete, poanta potreb je, da kamorkoli na tem svetu greš in jih imenuješ, se bojo v bistvu ne glede na raso, ne glede na religijo, spolno usmerjenost, pač se bomo ljudje lahko s tem povezali, ne, zato govorimo o teh univerzalnih kvalitetah kot o jeziku. Ampak so umetno ustvarjene, ne? Ne. Niso. Ne. Mislim, z tega vidika ne. Če gledaš potreba po miru, po varnosti. Te osnovne življenjske potrebe, ki so, ne? Ja. Govorim pa o potrebah, ki so nam s časoma prinesle, ne? Se pravi. Naprimer kaj? Se spet dotaknem telefonov ali pa računalnikov. Ja, to ni potreba. Potreba je potem, da si priklopljen na telefon, da veš, kaj se dogaja. Ker če ne veš, kaj se dogaja, si izključen iz socialnega okolja. No, pa bi bila potreba po stiku, recimo, ne? Ja, saj te stiki, ne, samo to je umetno ustvarjeno, ne, ker prej so bili stiki tako, da si šel do soseda in se z njim pogovoril, zdaj rabiš telefon, da dosežeš tega soseda, ne? No, sem to govorimo spet, to je to isto razlikovanje, ne. Strategija je bila včasih, da si ti šel do soseda in si na ta način, ko si bil fizično s človekom, si zadovoljeval svojo potrebo po stiku, po nekem skupnem preživljanju časa, po nekem druženju, recimo, ne. In zdaj ljudje uporabljamo strategijo kot telefon, ne. Ampak potem lahko tudi pogledamo, a je ta strategija res podpira potrebo po stiku. In moje videnje, da ne v taki meri je, mogoče se zdi ti, da imaš nek stik, ampak z mojega vidika, če gledam zase, jaz ne uspem zadovoljiti potrebe po stiku, če sem jaz na telefonu, niti podrazno na tak način, kot če se dobim z nekim kolegom, ali pa grem v neko druženje in sem tam direktno fizično, recimo, ne, bo to dosti bolj podporno za to potrebo po stiku, ne. A se dotaknemo še te komunikacije preko omrežij oziroma telefonov? No, lahko. Se pravi, to izražanje oziroma kako se mi vedemo z stiki preko socialnih medijev, ne, se verjetno razlikuje, ne, ko pa smo v živo z nekom. Ali je to dejansko isti odraz? Ali smo bolj sproščeni, ko pišemo prek telefona, ker nimamo osebe pred sabo? To spet težko na tak način komentiram, ampak jaz bi rekel, da ta socialna mreža so neka strategija, nek način, nek poskus, s katerim mi skušamo zadovoljevati potrebo, verjetno različne potrebe, po videnosti, po izražanju, po upoštevanosti, po pač odvisno od posameznega človeka, jaz ne vem zakaj. To je lahko spet z vidika nenasilne komunikacije lahko taka zanimiva vaja, da se človek vpraša, katero potrebo skušam jaz zdaj zadovoljiti, ko bom nekaj objavil. Saj isto, dam večkrat primer, isto tle midva zdaj, ko so tukaj, tudi skušal zadovoljevati neke potrebe s tem podcastom. To je nek frame, to je neka strategija, ne. Tudi zate, to je nek način, kako ti skušaš zadovoljevati neke potrebe. Jaz, ko sem tle, skušam zadovoljevati neke potrebe. Jaz, ko naredim neko objavo, ko se izrazim, je to moj način, s katerim skušam zadovoljevati neke potrebe. Ko govorim v končni fazi o tem narcisizmu ali karkoli pač počnem, vsako dejanje, vsak komunikacijski odziv je poskus zadovoljevanja potreb. To je nek ta osnovni frame in se mi zdi zelo zanimivo, zelo podporno gledati na življenje skozi to. Karkoli počnemo je poskus zadovoljevanja potreb. Če povzdignem glas, če nekoga okrivim, obtožim, prekovnem, je to poskus zadovoljevanja potreb.
v končni fazi, če gremo nasilje fizično, tragičen poskus zadovoljevanja potreb. Ne. Se mi zdi zanimivo gledati skozi to in jaz ne pravim, da se strinjamo s strategijami, ne. Se pravim, da se bomo s tem strinjali, ampak samo da imamo to kapaciteto, da to razpoznamo, če greš fizično nasilje, ne. To je nek način, nek totalno tragičen način. Ampak verjetno je lažje nekomu groziti preko socialnega omrežja, kot pa v živo, pa tudi prek socialnih omrežij je lažje povedati svoje mnenje, če ta oseba ni slišana v prostoru s to osebo, kot pa v živo, ne. Koliko smo se že tukaj privadili, ne, da ne vemo skomunicirati z osebo. Ja, zdaj tukaj. Grožnja, recimo. Grožnja je spet tragičen poskus zadovoljevanja potreb, ne. Se pravi, ta neka oseba je tok, ki grozi, recimo, kaj bi bila neka fraza, če pogledamo čisto plastično. Kaj bi bila? Kdo zagrozi, kaj bi rekel? Nek komentar, recimo. Potrl ti bom nos. Potrl ti bom nos. Podrl ti bom nos. Potrl. Ne vem, kaj bi lahko bila, ne vem. V smislu tega empatičnega poslušanja, tle gremo vse v ugibanje, jaz ne znam tle, jaz ne postavljam nobenih, ne delam nobenih. To ne vem res, ali sem najdemo primer nek. A grejo s tem? Skušaj. Recimo, da so to žaljivke, ne? Mi da sva rekla, da bo grožnjo. Sam jaz ne upam zdaj nekaj tudi, a veš. Ne vem, neka grožnja. Mislim, jaz včasih dobim, recimo, na moje, kakšne objave dobim, kva ti prbijaš, kva si ti greš, recimo, ne. To je kar nekaj, ne. Recimo. In če pogledamo recimo, če vzamemo ta komentar, recimo, ne. Kva ti prbijaš, kva si ti tle greš, kva ti prbijaš, to je kar nekaj, ne. Neka oseba to napiše in če znamo to, da ko ta oseba piše, skuša zadovoljiti neko svojo potrebo, verjetno po izražanju, skoraj 100%, če ne bi tega pisali, ne. Zelo verjetno je ta neka objava, so jo prebrali, je njih sprožila da bi za njih nek trigger in mogoče se s tem ne strinjajo, hočejo izraziti, hočejo biti mogoče videni, slišani z nekim svojim zornim kotom, če gledamo spet na potrebe, ne. Pravi, slišanost, izražanje nestrinjanja, glede občutkov, mogoče tako oseba občuti neko frustracijo, v tem, ko je to prebrala. In na tak način se lahko te komentarje, sem na mojem YouTubeu sem objavil parih teh objav, ne, kako lahko v bistvu gledamo tako kot v živo, ko smo v dialogu, ne, lahko prisluhnemo istemu sporočilu z različnih zornih kotov, tako lahko tudi prek teh socialnih omrežij, ne. Se pravi, te napadi, in se mi zdi še toliko bolj enostavno, napadi prek socialnih omrežij niso napadi, so izjave, s katerimi te osebe skušajo zadovoljiti neke potrebe. Ampak je tudi lahko kaznivo dejanje, ali? Kaj, komentar? Ja, če pretiravaš. Kaj to pomeni? Da nekoga v javnosti žališ, blatiš. Spet, odvisno z katerega zornega kota to gledamo, ne. Zdaj, če gledamo iz te šakalje perspektive, ne, ja, ne. Ampak žalitve, to je tako tak, tisti, če nima ljudje toliko te podlage, sposobnosti slišanja izza nekih sporočil, se sigurno ne bojo strinjali, ampak žalitve iz te perspektive obstajajo, z te šakalje perspektive, ne. Ampak, ko pa mi uspemo prisluhniti neki žalitvi iz te perspektive, pa ne obstajajo več, zato ker kaj znamo v bistvu razmeti, znamo pogledati na to izjavo kot na nek tragičen izraz te osebe, ki je pač ujeta, ki ne zna predelati svojih občutkov, ki si ne zna vzpostaviti stika s svojimi potrebami in potem se v bistvu disocira v glavo in tle v bistvu se sreča s temi programi obtoževanja in okrivljanja in projicira to na druge. Zakaj verjamemo, da mu to nekaj dejansko opraviti z nami, ne? To je notranja podoba. Jaz mislim, da je to spet nek trigger, ne? Nek trigger, ki se zgodi in tle se spet lahko vračamo na to, zakaj se odločamo dati nek pomen nekim besedam. Zakaj pristajam na to. In to je spet ta šakali jezik, kjer ga smo čisto marinirani, kjer ga čisto jemljemo zdravo zagotovo, da tak svet je. In to je spet povabilo raziskovanja jezika nenasilne komunikacije, da to razpoznamo, da spoznamo te dinamike, da spoznamo te elemente tega jezika in da jih vidimo kot dinamike in kot elemente, ne.
Tako da mogoče samo to, no, če se vrnemo k tem komentarjem, je to lahko tudi tiste, ki zanima ta trening, lahko gledajo na to tudi z nekega drugega zornega kota, ne? Da žalitev, besedna žalitev nima veze z nami. Ne? Je to način, poskus, kako se druga oseba izraža. In tudi, recimo, če govorimo to, ko govoriš javno, ne? V bistvu je isto, ne? Mogoče, ja, sam pač ob tem občutimo bolečino, ko nekdo na tak način govori o nas. Ne? Ampak, ko ta oseba govori na tak način o nas, ne, te kao žali in blati javno, ne, če imaš ti zavedanje, da v bistvu govori o sebi, pa lahko slišiš tudi tako osebo, da govori v bistvu o neki svoji frustraciji, svoji bolečini, pomanjkanju zavedanja svojih potreb, pomanjkanju neke čustvene inteligence. In v tem nekem afektu, v tem nekem totalnem survivalu, ki ga ne zna predelati, ne zna priti v svoj center in zato potem to projicira na tak način. Ne. Mogoče sam še to pri tem, no, jaz definitivno pa tle tudi neka meja, mislim, eno je to, da neki takih komunikacij, če želimo, lahko to poslušamo, če ne, ni treba, seveda, ne, se lahko umaknemo, jaz ne zagovarjam, da moramo zdaj tle te stvari poslušati ali pa jih tolerirati v odnosih, ne, niti podrazno ne, in drugo pa tudi vedno imamo tu svobodno voljo pač postaviti mejo, se umakniti, ali pa prositi, če govorimo tle o nekih eskalacijah na ulici ali tudi v osebnem življenju, če začenja prihajati do nekih fizičnih obračunov ali pa če smo ogroženi, je tle valjda pomembno, da mi poskrbimo za svojo varnost, da se zaščitimo, tle ta zaščitna poraba sile, kot se mi, da so tudi zelo pomembne, si želim samo to omeniti, no, da tle, to zdaj ne pomeni, da bomo zdaj mi kar vse poslušali in se odpirali ljudem, ki bojo zdaj na tak način komunicirali, ne. Če želimo, lahko, če ne, pa tudi ni treba, ne. Če želimo, se lahko takoj odmaknemo, gremo stran in v bistvu na tak način podpremo neko potrebo po spoštovanju, po miru, lahko pa, ne, se pravi, s tem, ko krepimo te veščine, v bistvu širimo nek svojo kapaciteto, svoj vokabular, svoj, ko bi rekel, nabor odzivov v neki specifični situaciji, ne. Ni nujno, da potem standardni način, če nas nekdo verbalno napade, da bomo šli mi v boj nazaj iz tega survivala, ne, ali pa da bomo zamrzani, ali pa da bomo se podredili, ne. Se tle lahko naučimo še nekih dodatnih veščin, tehnik, ki jih lahko, ko želimo, jih lahko uporabimo, če ne, pa pač tudi ne. Kdorkoli ti govori, da ti moraš, da je nek specifičen način komunikacije pravilen in napačen, se ne zaveda programiranja, ne. Ker nobeno nismo, po mojem, z mojega vidika nismo nobeno naš dolžni, ne. Ti nisi dolžen nobenega poslušati ali pa z nobenim biti v dialogu. Lahko pa to naredimo, ne. Lahko empatiziramo, lahko prisluhnemo. Lahko pa tudi ne, lahko tudi rečemo ne. Lahko se tudi umaknem, ne. Če imamo osebo, ki je v bistvu nas zrcali? Se nas ne, vsi zrcalijo, ne. Tako, se pravi, da zrcali naš ton, naše obnašanje, vse, v bistvu, da je, z nekom komuniciraš, nekaj hočeš izražiti, ta oseba se spusti na isti nivo, kot si ti in začne na isti način s tabo govoriti. Ne? Če sem jaz jezna, je on jezen, če sem jaz žalostna, je on žalosten, ne? Prav to zrcaljenje. Mislim, to je ena tako pogosta oblika tudi komuniciranja. Ne? Kaj, da se malo igra s tabo, da te začne oponašati? Ja, tako rekla, ja, da je že, če smo se dotaknili ta narcisoidnosti, pa tako je tudi ena ta oblika komunikacije, ne? To bi bolj dalo pod manipulacijo, ne? Ker pač je neke vrste manipulativno, ampak če govorimo, če se vrača k temu narcisizmu ali tej sociopatiji, jaz osebno, se pravim, ko sem jaz, za te ljudi, ki jih jaz vidim kot narcistične sociopatske, ki sem jih prej omenil, ne, ampak jaz sem to razpoznal, ta vzor skozi neko več let, več ponovitev, ne. Jaz zdaj, ko sem to opazil, se zdaj recimo ne angažiram več z njimi, ne. Enostavno se omaknem, ko vidim, ko se mi ne da, ko mi je pač naporno, ko sem bil že ne vem kolikokrat v istem dialogu, v isti situaciji in se pač ne premakneš naprej. In pa ni bilo tega premika, ne. Tako da zdaj moj način
je, da če folk to razpoznane, jaz spodbujam, kar jaz delam, je, da se raje umaknem, čeprav sem vešč pač te komunikacije, zdaj, če je res nujno, bom s kom izmenil kakšno besedo, seveda, ne bom pa se šel zdaj tam odpirati in ne bom več verjel, to se moram tudi jaz spominjati znova in znova, ker mi je težko, ker en del mene bi še rad razumel te ljudi in dal, nekako, da bi dal še eno možnost, da bi nekako razumel njihovo stisko in njihovo motnjo, karkoli že, ampak drug del mene se vzveja, to je to, da jih jaz hočem ponovno razumeti, tle prihaja do izraza moja soodvisnost in moja empatičnost in čim bo šlo... Treba, ker še ni bila zadovoljena, z njihove strani. Ja, jaz spet bolj vidim kot dinamiko, in čim bom jaz začel v taki osebi izkazovati neko empatijo, se bo spet zaciklala, ker bo tle prišla do izraza njihova, tako kot praviš, ta manipulativnost, degradacija, Mogoče se kdaj lahko izkaže, da ima take osebe, neke momente, neke par tednov, kakšen mesec, so mogoče uspejo nekako, to je spet moja izkušnja, uspejo nekako, se zdi, da se je zgodil nek napredek, recimo, pa je nek trigger, nekaj se malo zgodi in se spet zadeva ponovi, Vse to je super, ko pa pride, recimo, če imaš partnera, ki je tako, njega še lahko zapustiš, pa družina, oče, mama ali pa sin, hčerka, kdorkoli, to je pa že malo težje bolj... Ja, se tle, recimo, če govorim o tej sceni, z foto. To tudi ena delavnica, boš imel tudi, kako v takih primerih soočiti ali pa... Tle se učimo, na teh delavnicah se učimo pač tega pristopa nenasilne komunikacije, Se učimo... Verjetno pa bojim za pomoč, tudi... Ja, tle to izražanje, jasno, to so te 4 koraki te nenasilne komunikacije, poslušanje in ta raziskovanje, razvijanje čustvene inteligence, to lahko prije prav v vsakem pogovoru, Še vedno pa se jaz osebno se poslužujem tudi tega, kar pravijo z vidika klinične psihologije za te narcisistične tendence, da se čim manj se angažirati, recimo, to je tudi moja preferenca, Ni moja preferenca imeti čim manj stika, kar rabim, kar je nujno s takim človekom. Ponovadi so tudi narcisoidne osebe, tudi nasilne osebe, Ja, zdaj s tem fizičnim nasiljem nimam, hvala Bogu, izkušenj. Mogoče malo ven žensk, mogoče, saj ženske so tudi nasilne. Ja. Je bolj izraženo, pri moških. Pri moških, No, to ne vem. Recimo, to je spet, tle, jaz mislim, da je ena velika meja, če začne prihajati do nekega fizičnega nasilja, tle sploh ni... Ni črna toleranca, Ja, ni nobene debate. Ampak če govorimo o umiku, iz takega odnosa, je ponavadi tudi posledica ali je to psihološko nasilje ali pa fizično nasilje, Nekje se mora ta meja pri narcisoidni osebi, ali pa ne narcisoidni osebi, da vzamemo tudi druge oblike končaze. Nekem takim, se pravi, ni nas mogla zmanipulirati, Ja. No, tle se mi zdi, pač to postavljeno meje, recimo bi rekel, da če prihaja do te neke ogroženosti v smislu fizične varnosti, pač ni debate, se pač, ne vem, kaj sem prišel policijo, vse so pač... Samo je pomembno, da se prepozna že vzorec prej, Se pravi, to ozaveščanje, ki si prej rekel, o tem govoriti, čim več povedati, kjer so ti vzorci, kjer so ti alarmi, da oseba še preden pride do kaj takega, lahko se umakne iz takega odnosa, prepoznavanja teh znakov, Ja, in pa bistveno to, kar so tudi že omenila, jaz mislim, da vsem in bistveno lažje bomo postavili meje, če bomo razrešili ta voz znotraj našega živčnega sistema, če bomo znali vzpostaviti stik s svojim centrom, če se bomo zavedali svojih potreb. To je tudi recimo še ena stvar, ki je po mojem zanimiva, ne vem, če se strinjaš, ampak ko te osebe, tudi če gledam sebe, začenjamo naslavljati soodvisnost, travmo, se naučimo teh veščin komunikacije, postavljati meje, izražati, biti bolj trdni, pol ne bomo več, to je tudi moja izkušnja, ne bomo več toliko zanimivi za te narcistične sociopatske osebe. Enostavno nisi več toliko zanimiv, se tudi umaknejo, ker
ker vidijo, da ne morejo, oziroma pol in to recimo moja realnost, tudi so zdaj opažam, ne, če se jaz znam orang postaviti se ven, ker vse so to gre za neke zlomljene osebnosti, ne bo upal, ne bo upala, ne bo, sicer mogoče še malo Pa ne morem, ne, pa ne bo. Ja, malo še poskušajo, ne, in to se mi tudi zanimivo, recimo en pokazatelj, recimo, kot jaz vidim sociopatije, je, da to tudi Peterson govori o tem, da so kot neki prežeči paraziti, recimo to, da znajo, kot da bi znali zavohati te šipkejške in soodvisne ljudi ali pa skupnosti, ne. In to, če pogledam, recimo isto če pogledam, zelo sovpada s tem, kako je recimo ta očetova partnerka prišla v našo familijo v času, ko smo mi bili vsi v nekem krču in žalovanju mamine smrti, ne. Recimo neka taka vstopna točka, ko pride in pol začenja postopoma očeta oddaljevati in vzpostavljati neko novo situacijo in potem razkrajati so družinsko jedro. Iz neke, mi smo tam v bolečini, mama umrla, ko mi se zavedaš, kaj se ti dogaja, ne. Ko se mi zdi tudi to, če je kakšno povabilo tem, če kdo to posluša, kaj biti pozoren, ki si prej omenila tudi, ne. Ko vstopamo v nove odnose, kje sem jaz, ne? Če sem jaz v neki globoki stiski, v neki, po moje, fajn biti še toliko bolj pozoren, kdo takrat vstopam v naše življenje. Se mi zdi taka... Meni se zdi zanimiva pač teza, biti na to pozoren, ne? Kdo je ta oseba in če je ta nek šarm še, če z nekim takim šarmom, ne, pomočjo in če se zelo hitro zbližuje recimo z nami, ne, in če se mi zelo hitro odpiramo, je to po mojem... Saj to je en prvi znak, ne, ta po enem tednu ljubim te. Ja, skupaj se bova preselila in ti si... ta love bombing, recimo, jaz sem to tudi izkušnjo s to mojo bivšo partnerko, noro, tako, to je odštekano to doživeti in jaz, če ne bi tega doživel, ne bi verjel sploh, da je to možno, ne, zakaj, kako se to lahko zgodi, kako je to lahko intenzivno, ko si misliš, kako ta oseba spet, to je znak, recimo, kako jaz vem, za te sociopatske osebnosti znajo prebirati točno, kaj ti rabiš, ne, ker to je njihov način, njihov preživetveni vzorc, izhaja, kako jaz razumem, iz otroštva, ne, ko na ta način so se branili pred starši in skrbniki in so znali zelo dobro prebrati, kakšno počutje je bila, recimo, ne vem, mama ali nek skrbnik, ne, in so potem potlačili svojo avtentičnost in prilagodili svoj odziv skrbniku, da ne bo prišlo do obračuna, do nekega nasilja, ne. In potem se to naučijo in nosijo sabo, ne, in imajo s tem tudi, recimo, če gledam, moja bivša partnerka so zelo uspešni, dostikrat podjetniki, ker znajo zelo dobro prebirati ljudi, ne, in te prebere, recimo tudi vidi, kaj ti govoriš, kaj rečeš in potem ti servira točno to, kar ti hočeš slišati. Ponovadi so te, ki so na vodilnih položajih malo psihopatske, mislim. No, ampak to je neka taka spet, ne, če veš, da je nek tak močen klik, ne, da vse, kar ti rečeš, je se to pokonekta, vse to klapa. Ampak če ljudje, ki ne poznajo tega vzorca, zato spodbujam k temu, da se to poučimo vsi, ne, se bomo valjda tako odprli, ne, ko ti nekdo tako prije nasproti in se ti zdi taka neka magija se tle zgodila, wow, nor connection, štekava se, karkoli reči mi je všeč, meni je to všeč, njej je tudi to všeč. To je že drugi alarm. Meni je to všeč, meni je tudi to všeč. Ja, no, ampak to je odštekano, kako se to potem odigra, ne, in potem ta faza tega love bombinga, ne, po nekem času, po nekem obdobju, potem kar nekaj to izveni, ne, in se začne ta postopna degradacija, o tem, ki sem govoril, ne, in te neki šoki, ne, postopni, te neki spadi, mogoče intenzivni, te so stvari pač ta traumobond, ta odvisnost, ne, in potem s tem gaslightingom te vse. So je na nek način narcisoidnost, ustvarjanje odvisnosti, se to je njihov namen, ne. Ja. Dam ti bombonček, ne, pa ti približam, pa odzamem, ne. No, to je ta push-pull, ne. In to, recimo, to jaz pozivam direktno pač pri sebi in pri fotru, kolikor imava pač stika in
je težko, ne? In si to priznati, da si odvisen. To se mi zdi še bolj, recimo, tudi na drugi strani, da si ti priznaš sam sebi, ne? Mislim, da si jaz, recimo, v tem primeru, da si jaz znam, ali pa da si ljudje, ki so v teh odnosih, da si priznajo, da so oni problem, ne? Ni se problem, ko pa kažemo spet s prstom, spet projeciramo, on je problem, ne? Narcisoidne osebe so problem, ne? Oni so slabi, ker tekmujemo pol z njimi, ne? Ker sodelujemo v bistvu, ne? Sodelujemo, pa tudi tekmujemo, ne? To je že, kad mogoče se zavedamo, ne? Da smo v takem odnosu, pol pa začnemo, ne ušti mene, veš, bom jaz step nazaj, ali pa neka taka realizacija, recimo spet meni skozi več neke letno utapljanje v teh odnosih, ne, je bila, da na koncu, kar imam še edina stvar, ki jo moram razumeti v teh odnosih, je, da gre v bistvu za to neko motnjo oziroma za to osebnostno strukturo, ne. In to je seveda težko, ko si v odnosu z neko osebo, ko je tvoja partnerka recimo, ali pa nek, ne vem, bodisi sodelavec, ali pa neka družinska oseba, ne. Ampak to je neka moja realizacija, da pač ja, da v neki fazi sem prišel od tega, da pač to je to, ne. In recimo, če govorimo glede teh motenj, ne, jaz sem včasih mislil, to se dogaja nekje, veš, v nekih, ne vem, ameriških filmih, ne vem kje, ne. In je bilo zelo težko sprejeti dejstvo, to se dogaja znotraj naše konstelacije, ne. Tudi tle si pol nalit tega čistega vina, da tle v bistvu, to je to. Nekako si reče, tle vidim smisel tega diagnosticiranja, ne na način obtoževanja, še enkrat, na način, da jaz pogledam, wow, to je v bistvu ta dinamika, ki jaz zdaj opazujem že 10-tič, ko vidim isti odziv, ne. Ta nek produžen konflikt, produžena čustvena reakcija znotraj tega odnosa, ki se nikakor ne razreši, ki se nikakor ne zgodi nekega premika, ne. Se pravi, oni bodo govorili, da mi je v interesu, da mi je pomembna integriteta, da jih skrbi za nas, da smo jim pomembni, ampak v ozadju tega je pol sam nadaljevanje pač tega toksičnega cikla, tega survivala, tega pač v bistvu... Isto je pri nasilnežih, ne, pač enkrat udari, pa reče, da več ne bo, ne, pa se pa cikl ponovi. Ja, in ravno to se mi zdi težava te motnje ali te osebnostne strukture, da je v bistvu tudi to opravičevanje ali to obžalovanje je vkomponirano noter v ta cikl, ne. To se mi zdi najbolj težko razumeti, ker če si ti z nekim zdravim človekom, ne, bo on skušal, če bo naredil neko napako, bo skušal, se ne bo to več ponavljalo, bo skušal nekako spoštovati in razumeti, ne. Da bo videl, da pač je šel predaleč, že iz sramu ali pa nečet. Ja, pa se bo opravičil, recimo, to je še tudi znak, ne, te narcistične sociopatske ljudi, to se ne opravičijo nikoli, ne. Kje, kva s tabo? Ne, ti imaš problem, kva si ti občutljiva, ne, spet ne, gre v ta gaslighting, v to poveličevanje, v to grandioznost. Veliko je zaznati, ne, v partnerstvu, če so moški malo narcisoidni ali pa ženske, ne, to imaš ti probleme, ti si ljubosumen, to nekaj ni v redu s tabo, jaz ti izkazujem ljubezen, a ti ni to dobro. A zdaj se bo pa spet o tem pogovarjala. Ja, tako, ne, tako. Recimo spet če spomnim, ne, ali pa ima recimo, ima neki spad, ne vem kakšen, ne, in gre v ta avoidance in pa si želiš imeti dialog, daj ne mi spet s tem, ne bova se spet s tem pogovarjala, kaj mi težiš, ne. Ful je zanimivo, ne vem, mislim, jaz sem gledal recimo nek ta intervju z enim morilcem tudi, ne, in je na podoben način, ne, je pač govoril o nekem globli sociopatiji še, ne, on je pobil ne vem koliko ljudi in potem je tam posnet intervju z 3 kriminalisti, ne, in ta se obnaša, kot da je direktor, ne. So pa v zaporu, ne, on je v zaporu že 7 let, ne, in se na podoben način obnaša, ne, a zdaj, kaj fantje, ne, zdaj boste pa spet le zaradi tistih stvari, ne, težili, da se je to zgodilo, ne, in je sočutja, ne, empatije, čisto. In je noro to opazovati, ne, observacija pa, da je pobil ne vem koliko ljudi, ne vem, posilil ne vem koliko žensk, ne, ko pa ti govori z neko tako
tako jasnostjo, tako prisotnostjo. Tukaj, da te ostavim, ne, te sociopate pa psihopate je zelo težko prepoznati, ne razbereš jih, ne. Medtem, ko je narcisoidna oseba, že lahko nekaj zna, kar razbereš, pri njih pa ne. Pri njih je pa zelo težko, ne. Ja. Zato ni toliko diagnoz psihopatijo, ker to pač ne gre tako sam dokazati. In nočejo si priznati, ne, in se bojo pač izogibali. In moje videnje, ne, jaz tako kot vidim, je to, so zelo inteligentni, oziroma je ta mehanizem, ta obrambni mehanizem ratuje čedalje bolj inteligenten s časom. To gre za obrambni mehanizem, ki jih ščiti pred tem gromozanskim bolečinskim jedrom, recimo, ne, in meni se kar logično, ne, kako psiha človeška naredi vse možno, da ne bo se soočila ali pa občutila neke magnitude, neke bolečine, kar je pa na nek način dosti logično, ne, in obenem tragično, ne. In da potem skušamo zadovoljati svoje potrebe na račun drugih, ne. To se dogaja dostikrat v teh odnosih, ne. Ok, in kaj bi še lahko dodala tukaj? Se mi je kar zaobjela. Malo sva šla na nekaj vse splošno, tako sem mislila, če še imaš ti kakšen misel, ki bi jih lahko podelil, ali pa... Mislim, bolj to, kako lahko, to sem tu že večkrat omenil, kako lahko komunikacija, v bistvu si lahko pomagamo z nekim odzivom komunikaciji, če si želimo zelo hitro, dosti hitro v nek globlji stik s telesom in z razumevanjem odzivov živčnega sistema. Drugo, da s tem ni nič narobe, da so te mehanizmi, ta boj, beg, zamrznitev, disociacija, to je nekaj naravnega, to ima vsak živčni sistem noter, ne, da je bolj na tem, da to začnemo razpoznavati. Kako uporabljamo ta disociativni jezik, obtoževanja, ukrivljanja diagnoz, evalvacije za v bistvu beg pred lastno ranljivostjo, lastnimi občutki. In po drugi strani, ko si lahko s takim jezikom tudi pomagamo, ne. Vse te stvari delujejo dvosmerno, ne. Potem, ko začenjamo razpoznavati ta jezik, lahko to začnemo uporabljati kot pozitivno zanko za stik s sabo. Ne. In potem, ko pridemo v stik s telesom, s pomočjo teh dihalnih vaj, somatskih praks, lahko to energijo sprostimo in se povrnemo bolj v neko naravno stanje. Boljše počutje, ampak tudi naše življenje na splošno boljše, če znamo pravilno komunicirati, ne, v bistvu s komunikacijo lahko v bistvu dosežemo praktično vse. Ja, pa tudi počutje, recimo, ne, jaz gledam, meni je zadnje, recimo, 2 leti, odkar sem uspel, verjamem, da ogromen del te travme sprostitvam preko tega tresenja in dihalnih vaj, ne, počutje je bistveno boljše, v smislu, da ni te anksioznosti, da se zbudim zjutraj, da je neka radost, da je neka odprtost, da je že samo to počutje, da ni treba, da smo, da gremo to neko zagrenjenost, zategnjenost, psojanje, žrtev, ni potrebe, lahko, jaz verjamem, da lahko v bistvu velika večina ljudi dosega ta stanja tega notranjega miru. Koliko si dovolijo, ne? Oziroma, koliko si bodo dovolili. Ja, pa koliko se naučimo, ne? Ja, saj pravim, ne? Neka izkušnja mora biti v življenju pri večini, ne? Da se premakne naprej, spet drugi pa pač se ni nič narobe, ne? V vsaki obliki, kdo pač živi trenutno, če mu ugaja, to za njega je v redu, ne? Ja. Pa še to, no, da je tle neka vaja, no. To se mi tudi recimo zanimivo, ne. To so se tudi pogovarjali z enim neuroznanstvenikom. Ogromno je čudovitih praks, ogromno je čudovitih terapevtskih metod. In nekega konkretnega znanja, ki ga lahko ljudje uporabijo. Meni se zdi potem sam fascinantno, zakaj potem se ljudje ne odločijo tega uporabiti. To se mi zdi tako taka uganka, taka enigma, ne. Knjige za osebno rast, ampak ne dajem v prakso, ani tako. Ja, to je totalno ono, si misliš, da nekaj delaš na tem, ne, da zdaj tam prebiraš knjige in da si zdaj nekaj naredil, nisi, ne. Ja, saj praksa je pomembna, ne. Ja, telesna praksa, ne.
Tako, to se mi zdi ena taka zanimivost. Ne. In recimo, če gledamo za te dihalne vaje, ni treba toliko na dan. Ne. Mislim, eni se zdi mogoče 20 minut že veliko na dan. Ne. Če ti veš, da ti bo 20 minut na dan, da ti to začneš izvajati, in se boš ti počutil 500% boljše, zakaj ne bi tega počel? Ne? In vse podobno vzorci s fitnessom. Jaz govorim o teh dihalnih vajah kot čustven fitness. Ne? Podobno s fitnessom. Ne? Ti, ko začneš hoditi v fitness, rabiš hoditi parkrat na teden, če hočeš. Samo eno so želja, ne? Se pravi, tista želja, kako je močna, da boš ti to uresničil. Isto so te novoletne zaobljube, če smo že pri tem. Za novo leto, od novega leta pa naprej bom pohodil v fitness. Mislim, da je page danes v fitness, veš, kaj čakaš novo leto. Zdaj, to je tisto. Ker pač ni še toliko močna potreba potem, da bi se izpolnila želja. Ali pa ni toliko, bolečina ni toliko velika, ne? Se to tudi dosti znano. Ali pa mogoče ni naša želja, pa je želja ker ga drugega, ne? Vcepljena v nas. Ja. No, sem glede dobrega počutja, se verjetno vsak, ali pa bi rekel, da je neko... Ne vem, mogoče se kdo, mislim, ljudje smo si različni, veš, ne? Se to pravi, ne, kako so bližji ljudje v zdravih odnosih prej, da vidijo razliko, ne. Prosto pa tiste meje skrajne, ne, ko ti se spremeniš. Se pravi, ko pride res do skrajnosti, ko si ti primoran nekaj narediti, da se to konča. Ali boš umrl na vednicah, ali boš sam sebe pokopal, ali pa se premakneš naprej in takrat se ljudje začnejo spreminjati. To je tista kritična točka, ki jo čakamo. Ja. Ali pa pol, če govori o tej osebni rasti, tle, ker sem jaz, kar jaz zdaj skušam, je pač ustvarjati neko redno prakso, redno kolikor pač zmorem skrbeti in za ta moj živčni sistem in za pač neko zdravje. To. To je, hvala ti za tvoj čas. Hvala tebi za vabilo.